Leto 2025 je morda že mimo, vendar preiskovalci po vsem svetu še vedno delajo na nerešenih primerih iz prejšnjega leta, ki jih še naprej frustrirajo. Nekateri od teh primerov vključujejo iskanje roparjev, ki še niso bili identificirani, in pogrešanih oseb, ki jih še niso našli. In upamo, da bodo leta 2026 našli odgovore. Policija v Filadelfiji je prosila javnost za pomoč pri iskanju 48-letnega Dustina Allija, ki ga njegovi prijatelji in družina že nekaj časa niso videli, in upajo, da se bo kdo oglasil z informacijami, ki bodo pripeljale do njegove trenutne lokacije. Dustin, znan tudi pod imenom Rahman, je lastnik podjetja za izvajanje del v Filadelfiji in je znan kot zvest član svoje lokalne mošeje. Od takrat je njegova družina vse bolj zaskrbljena za njegovo dobrobit, saj že mesece ni bil v stiku z nobenim od ljudi, ki jih pozna. Nazadnje so ga videli 21. decembra okoli 17. ure. Opazili so ga v območju hišnih številk 1500 na južni 55. ulici, tistega večera pa bi se moral kot običajno vrniti domov, vendar se ni nikoli vrnil domov. Ko ga tudi po nekaj dneh še vedno niso našli, je njegova družina vedela, da mora obvestiti policijo, saj Dustin običajno vedno ostaja v stiku z njimi, tokrat pa tega ni storil. Oni in njegova družina niso nikoli preživeli dneva, ne da bi se vsaj pogovorili po telefonu ali si izmenjali sporočila. Zato je Dustinova tišina v zadnjih nekaj mesecih opisana kot nekaj, kar zanj ni značilno. Njegova mati, Alberta, je policiji povedala, da se je, ko ga nekaj dni ni mogla priklicati, odpravila k njemu domov, da bi se prepričala, ali je z njim vse v redu. Ko pa je prišla tja, je našla hišo odklenjeno z Dustinovim psom v notranjosti. Ko je preverila notranjost hiše, je ugotovila, da sta njegova osebna izkaznica in denarnica ostali doma, vendar je s seboj vzel telefon. Vse njegove druge osebne stvari so bile na mestu, preiskovalci pa niso našli nobenih dodatnih sledi. Policija je izjavila, da v primeru Dustina ne sumijo kaznivega dejanja, vendar so ostali brez odgovora, kam bi lahko odpotoval in kakšni so bili njegovi načrti. Njegova hči, ki svojega očeta opisuje kot svojega najboljšega prijatelja, je medijem povedala, da obupano išče odgovore v njegovem primeru. Nedavno je po pošti prejela tudi svoje diplomi in bila navdušena, da bi Dustinu pokazala, kaj je dosegla. Obrnila se je tudi neposredno nanj in ga prosila, naj stopi v stik z družino, če vidi pozive, ki so jih naslovili na javnost za informacije. Poleg tega so strti, ker morajo praznično sezono praznovati brez Dustina, ki sicer nikoli ne bi zamudil priložnosti, da ta čas v letu preživi s prijatelji in družino. V njegovem primeru niso našli nobenih posnetkov varnostnih kamer ali drugih dokazov, zato je policija pozvala javnost, naj bodo pozorni na Dustina in naj takoj prijavijo morebitne opažanja, da bi ga lahko našli. Opisan je kot oseba s črnimi lasmi in rjavimi očmi, visok med 165 in 173 cm, ter težak med 73 in 82 kg. Ima več tetovaž, med drugim napis Run Club 1934 na levem ramenu, lobanjo simboli na prsih ter še več tetovaž na obeh podlahteh. Verjame se, da je imel ob izginotju oblečeno modro jakno in modre kavbojke. Če vidite Dustina ali veste, kje bi lahko bil, vas prosimo, da pokličete policijo v Filadelfiji na številko 215 686 3182. Navedite številko primera agencije 251 2111 418. Dustinovo ime kot številka primera je MP 153749. Skrbi za zdravje in dobrobit 40-letne Corinne Johansson naraščajo, saj je izginila po nenavadnem vedenju. Poleg tega pa ni znano, v kakšnem duševnem stanju je bila, ko je tistega dne zapustila svoj dom. Da bi spodbudili vsakogar, ki ima informacije o primeru Corinne, da stopi v stik, je razpisana nagrada v višini $1000. A skoraj 6 mesecev po dnevu njenega izginotja takšnih informacij še niso prejeli. Policija v mestu Superior v Wisconsinu, ki je rojstno mesto Corinne, je poročala, da jih je 5. avgusta 2025 ob 9:30 zjutraj kontaktiral Corinnin sin. In povedal je, da ga je njeno vedenje začelo skrbeti. Povedal je, da je govorila nesmiselno in začela metati predmete po hiši iz neznanih razlogov. Na neki točki se je slekla in ni hotela obleči svojih oblačil nazaj. Ko so policisti prišli na kraj dogodka, so bili presenečeni, ko jim je Corinne prostovoljno odprla vrata in po krajšem pogovoru jih je povabila noter. Njen oče je menil, da je to slaba ideja in je to tudi povedal, nato pa je Corinne zaprla vrata in jih ni več odprla.
Poklicali so reševalce, saj so se bali, da Corinne doživlja duševno stisko in so poskušali govoriti z njo skozi zaklenjena vrata, vendar je niso mogli prepričati, da bi jih spustila noter na pregled. Ugotovili so, da v hiši ni fizične grožnje nikomor, zato se je policija odločila, da ne bo na silo odprla vrat. So pa družino prosili za Corinnino številko mobilnega telefona, vendar jim družina te informacije ni želela razkriti. Kljub temu so preiskovalci še nekaj časa ostali pred hišo, za vsak primer, če bi jih ponovno potrebovali. Toda Corinnin oče je na to vztrajal, da odidejo, kar so tudi storili. Primer je na to tistega večera dobil nepričakovan preobrat. Okoli 18:55 je Corinnina hči obvestila policijo, da njene matere ni več v hiši in je ne morejo najti. Družina je policistom povedala, da je zapustila hišo okoli 15. ure in se ni vrnila. Opazili so, da je njen avto še vedno parkiran pri hiši, zato so pregledali posnetke varnostnih kamer, ki so pokazali, da je Corinna skočila skozi eno od oken v drugem nadstropju hiše, kar je bilo tudi zadnjič, da so jo videli. Policisti so nato dobili njeno telefonsko številko in so jo poklicali, vendar se ni oglasila. V naslednjih nekaj dneh je policija prijela poročila, da so jo opazili v Duluthu, Elaju, Ashlandu in drugih območjih Superiorja, vendar je kljub temu niso uspeli najti. 11. avgusta so iskalci obvestili policijo, da so v bližini železniških tirov na severni 28. ulici našli stekleničko zdravili na recept in bančno kartico, ki sta pripadali Corinni. In za iskanje tega območja so uporabili dron, vendar brez uspeha. Sledovi stopal, za katere so verjeli, da pripadajo Corinni, je bila najdena v bližini dostopne ceste do železnice. 17. avgusta pa so njen mobilni telefon našli blizu železniških tirov v okolici srednje šole Superior. Kljub iskanjem, ki so jih tam izvedli, niso našli ničesar. Izvedli so še več iskanj, vendar Corinna še vedno ostaja pogrešana. Opisana je kot oseba z rjavimi lasmi in zelenimi očmi, visoka je 170 cm in tehta približno 59 kg. Vsak, ki je videl Corinno ali lahko pomaga policiji pri njenem iskanju, naj pokliče policijsko upravo v Superiorju na številko 715-395-7234. Družina Corinne je odprla stran GoFundMe in vsak, ki lahko prispeva za pomoč pri njenem iskanju, lahko to stori prek spodnje povezave. Angela Jackson, mati 34-letnega Andrewa Dumbrella, je policiji in medijem povedala, da se boji za sinovo življenje, saj je našla dokaze, da mu je morda nekdo želel škodovati, preden je izginil. Andrew prihaja iz Windela, predmestja v mestu Lake Macquarie na območju Newcastle v Novi Južni Wales, Avstralija. Nazadnje je bilo znano, da so ga sprejeli v bolnišnico Calvary Mater, potem ko je postalo očitno, da je v duševni stiski. Angela je kasneje razkrila, da so mu diagnosticirali shizofrenijo, poleg tega pa je treba omeniti, da mora vsak dan jemati zdravila za epilepsijo, kar je povzročilo dodatno zaskrbljenost za njegovo dobrobit. Primer se je začel potem, ko je Andrew doma doživel epileptični napad in je povedal, da se duševno ne počuti dobro. Njegova sestra Katie je poklicala reševalce, ki so ga nato odpeljali v omenjeno bolnišnico. Katie je z njim odšla v bolnišnico in ostala ob njem, dokler Andrewa niso sprejeli. Takrat ni mogel jasno govoriti in je potreboval pomoč pri vstajanju in hranjenju. Njegova družina je pričakovala, da bo v bolnišnici nekaj dni, a so bili presenečeni, ko so jih naslednje jutro obvestili, da je bil Andrej odpuščen brez njihove vednosti. Družinsko frustracijo je še povečalo dejstvo, da je Angela posebej prosila osebje bolnišnice, naj ga ne odpustijo tako hitro, kar so tudi potrdili, a so kasneje njeno prošnjo ignorirali. Dobil je odpustne dokumente in mu je bilo rečeno, naj te papirje uporabi za vožnjo z avtobusom, saj ni imel denarja, da bi se vrnil domov. Ko so pregledali posnetke varnostnih kamer iz bolnišnice, so ti pokazali, da je Andrej odšel iz stavbe. Njegova družina je zaskrbljena za njegovo fizično zdravje, saj so bile na dan, ko je izginil, temperature na tem območju zelo visoke. On pa ni imel obutih čevljev in so ga iz bolnišnice poslali brez pijače. Priče so policiji povedale, da so Andreja na dan njegovega izginotja videle približno 7 mil od bolnišnice v kraju Warners Bay. Posnetki varnostnih kamer z tega območja prikazujejo, kako Andrej hodi čez Hillsborough Road in vstopi v gosto grmičevje, od tam pa ga nihče ni več videl priti. To območje so temeljito preiskali, vendar niso našli nobenih sledi o Andrejevi lokaciji. Njegov bančni račun je ostal neaktiven od dneva, ko so ga nazadnje videli, in njegovo gibanje potem, ko je vstopil v grmičevje, ostaja neznano.
Opozoriti je treba, da mora Andrej vsak dan imati določena zdravila. Zato je nujno, da ga čim prej najdejo, da lahko prejme potrebna zdravila in zdravljenje. Angela je kasneje povedala, da je na Andrejevem telefonu našla video, na katerem je mogoče videti moškega, ki ga družina pozna, kako stoji nad njim in mu govori, da če se vrne, bo z njim konec. Video je bil poslan preiskovalcem, vendar ni bilo razkrito, ali menijo, da je ta dogodek povezan z njegovim izginotjem. Družina ga opisuje kot moškega s sivimi lasmi in rjavimi očmi. Visok je med 163 in 165 cm, srednje postave in z brado. Ko je tisti dan zapustil bolnišnico, je Andrej nosil črno majico brez rokavov in zelene kratke hlače s številnimi žepi. Če veste, kje je Andrej, ali lahko policiji pomagate z informacijami, vas prosijo, da kontaktirate policijsko postajo Lake Macquarie na številki 024 922 8799 ali anonimno pokličete na številko Crime Stoppers 1-800 300 33 000. Vedno je zaskrbljujoče, ko oseba z diagnozo demence izgine brez razlage, saj jih običajno najdejo v zmedenem in vznemirjenem stanju. Poleg tega pa imajo lahko težave s skrbjo zase, dokler jih ne najdejo. Zato je razumljivo, da so tisti, ki so blizu 78-letnemu Robertu Clayu, ki prihaja iz Chesterfielda v okrožju Cheshire v New Hampshireu, zaskrbljeni za njegovo dobrobit, saj ga niso videli ali slišali od junija 2025. V noči na 23. junij so Roberta dali spat v njegovem domu, vendar mu je v zgodnjih jutranjih urah naslednjega dne uspelo samemu zapustiti hišo in še vedno ni znano, kam je odšel. To ni bilo prvič, da je izginil iz svojega doma, vendar so ga v prejšnjih primerih vedno našli v bolnišnični urgentni ambulanti ali pa se je sam vrnil domov. Sprva se je zdelo, da bo tudi tokrat tako, saj se je Robert kasneje tisti dan vrnil domov, potem ko so ga videli hoditi po ulici Glebe Road, ki je blizu njegovega doma. Toda naslednje jutro je ponovno izginil in se ni vrnil domov. Roberta so prijavili kot pogrešanega, v naslednjih nekaj dneh pa je iskalne akcije izvajal oddelek za ribištvo in lovstvo v New Hampshireu. Uporabili so drone, helikopterje in iskalne pse, prostovoljci pa so prečesali območja, kjer se Robert običajno zadržuje, vendar niso našli nobenih sledi o njem. Iskalno akcijo so ovirale visoke temperature na tem območju. Ko po enem tednu niso našli nobenih dodatnih sledi, so iskalno akcijo zmanjšali. Nekaj iskalcev je ostalo in nadaljevalo iskanje Roberta, vendar so morali na koncu obupati, saj kljub vsem prizadevanjem niso našli ničesar uporabnega. Prostovoljni upravljavec drona, ki živi na tem območju, in še eden iz Swansea sta izvedla še več iskanj iz zraka, vendar brez uspeha. Njegova družina se je zahvalila vsem, ki so sodelovali pri iskanju Roberta, vendar so vse bolj zaskrbljeni zanj, saj je morda prepuščen na milost in nemilost naravi, medtem ko ne more najti poti domov. Fotografija Roberta je bila medtem objavljena za javnost. Če bi ga kdo prepoznal, njegova družina pa je prosila prebivalce območja, naj preverijo svoje lope, garaže in druga pomožna poslopja, če bi se morda odločil poiskati zavetje. Ljudje, ki živijo na območju Chesterfielda in Spafforda, so bili prav tako pozvani, naj pregledajo svoje posnetke varnostnih kamer, če bi bil Robert opažen, da bi lahko določili njegove zadnje znane premike za prihodnja iskanja. Opisan je kot oseba z rjavimi lasmi in zelenimi očmi, visok približno 165 cm in težak približno 70 kg. Verjame se, da je bil oblečen v modre kavbojke in bele superge, ko je izginil. Pri tem pa je treba omeniti, da nosi očala in morda ni nosil majice. Pomembno je tudi omeniti, da so Robertovi kontaktni podatki zapisani na njegovi uri, za katero verjamejo, da jo še vedno nosi. Vsak, ki ima informacije o njegovi lokaciji, naj pokliče dežurno službo državne policije na številko 6N0N3N270 1N331 Nagrada v višini $500,000 je ponujena vsakomur, ki lahko policiji v Lake Bennettu v severnem teritoriju Avstralije posreduje informacije, ki bi pripeljale do njegove lokacije. Ali pa lahko pomaga zaključiti njegov primer, da bi njegova družina končno dobila odgovore na vprašanja, kaj se mu je zgodilo. Sumijo, da je izginotje Richarda posledica kaznivega dejanja, zato je nagrada namenjena tudi vsakomur, ki pomaga zagotoviti obsodbo v njegovem primeru, ki se je začel 1. novembra 2016. Priče so policiji povedale, da so videli Richarda oziroma moškega, ki ustreza njegovemu opisu, stati blizu njegovega vozila, temno obarvanega karavana Holden Commodore, v zgodnjih jutranjih urah 2. novembra, ko je bilo parkirano na Chenier Road.
Povedal je, da ima težave pri zagonu vozila, saj je menil, da je bodisi akumulator izpraznjen ali pa je avtomobilu zmanjkalo goriva. Isto vozilo so kasneje našli približno 183 metrov od Chenner Road, vendar Richarda ni bilo nikjer. Avto je dal oddelek za infrastrukturo, načrtovanje in razvoj odvleči, saj so domnevali, da je bilo vozilo zapuščeno. Takrat nihče ni vedel, da bo to postalo ključna sled v primeru pogrešane osebe. Ko se ni vrnil domov do 22. novembra, je Richardova mati obvestila policijo in prijavila pogrešano osebo. Nažalost je morala dodati podrobnost, da je Richard že nekaj let uporabljal prepovedane substance in da bi to lahko imelo povezavo z njegovim izginotjem. Uspevalo mu je ostati čist skoraj 8 let, dokler je bil v zvezi z materjo svojih otrok. Ko pa je umrl eden od njegovih bližnjih prijateljev, je ponovno zapadel v odvisnost, kar je privedlo tudi do konca te zveze. Med preiskavo, ki je sledila, je prišlo na dan, da je začel prodajati prepovedane snovi in da je začel izterjevati dolgove v imenu drugih preprodajalcev, kar je zelo nevarno početje. Medtem ko se je vse to dogajalo, je Richard vedno ostal v stiku s svojo družino in se je s svojo mamo pogovarjal vsaj enkrat na teden. Pogosto je obiskoval svoje starše na njihovem domu, vendar so ga tam nazadnje videli 24. oktobra tistega leta. Znano je, da sta ga okoli 22. ure 1. novembra v Palmerstonu videli Rebecca King in Liani Hewitt. Prosil ju za denar za gorivo in okoli 22:08 sta se odpeljali na bencinsko črpalko v Palmerstonu, kjer je Liani plačala njegovo gorivo. Nato je obe ženski odložil pri Rebekkini hiši, preden je odšel s svojim avtomobilom. Morda je nato nameraval odpeljati do hiše preprodajalca, imenovanega Wayne Puertel, saj je tja prej tistega dne po nesreči pustil svoj telefon, vendar ostaja neznano, ali je to res storil. Avto so pregledali za morebitne dokaze in izvedli več iskanj, vendar niso našli ničesar uporabnega, kar bi nakazovalo, kam je Richard odšel ali kaj se mu je zgodilo. Sodna preiskava je ugotovila, da verjetno ni več živ, vendar ostaja neznano, ali je bil žrtev kaznivega dejanja. Richardova družina obupano upa, da bo njegov primer rešen, da bodo lahko končno našli nekaj miru in so javnost pozvali, naj posredujejo kakršnekoli nove, pomembne informacije o njegovem primeru. Opisan je kot oseba z obrito glavo in rjavimi očmi, visok približno 170 cm ter srednje postave. Vsak, ki lahko pomaga pri razrešitvi njegovega primera, naj pokliče Crime Stoppers Avstralija na številko 1-800-330-300-000. Septembra 1996 je bila v ZDA prvič predvajana izjemno priljubljena otroška televizijska oddaja Pokémon. Od takrat pa je franšiza postala še bolj priljubljena, ne le med otroki, ampak tudi med odraslimi oboževalci oddaje. Njegova priljubljenost je privedla do snemanja filmov, izdelave igrač, izida videoiger in nastanka iger z zbirateljskimi kartami. Nekatere od teh zbirateljskih kart niso le zelo redke, ampak tudi zelo dragocene. Na primer, karta Umbreon EX s posebno ilustracijo se prodaja za kar $1100. Medtem ko je Mega Charizard EX s posebno ilustracijo vreden $600. Vendar so nekatere karte veliko bolj dragocene od teh. Nekatere Pokémon zbirateljske karte so bile prodane za več $100,000. Ena posebna karta, Pikachu Illustrator, je bila leta 2026 na dražbi prodana za neverjetnih $92,000, kar je bil takrat svetovni rekord. Seveda so oboževalci in zbiratelji teh kart vedno na preži za najredkejšimi izdajanji. Toda en zločinec v Atlanti, Georgia, se je odločil uporabiti druga sredstva, da bi prišel do nekaterih od teh kart. Novembra in decembra 2025 je bilo v tem območju lomljenih v več trgovin, kjer je nekdo na to ukradel toliko Pokémon kart, kot jih je lahko. Varnostne kamere iz ene od trgovin v Kalu, imenovane One Up Games, so uspele ujeti storilca pri dejanju, ko je ukradel za $4,000 blaga. Posnetek je prikazal moškega z motoristično čelado, ki je vstopil v trgovino in nato s čelado razbil vitrine, v katerih so bile shranjene karte. Nato je začel pobirati prgišča kart, ki jih je tlačil v športno torbo. Lastnik je kasneje razkril, da je bila vrednost nekaterih kart celo do $675 za vsako. Lastnik druge trgovine v Duluthu, imenovane Top Card, je policiji prijavil, da so jim ukradli Pokémon kartice v vrednosti $50,000. Posnetki nadzornih kamer iz te trgovine so skoraj enaki kot v prvi.
Ob tej priložnosti so lahko slišali, kako je storilec pobegnil na motorju, vsaj tako domnevajo preiskovalci. NATO je lastnik Catch-Cashback Cards v Suwaniju stopil v stik s policijo in prijavil, da je nekdo razbil izložbeno okno trgovine in pobegnil z 20 do 30 tisoč dolarjev vrednimi karticami. Trgovina Tag Collects v Carrolltonu je bila odprta šele 2 meseca, ko so jo decembra 2025 prav tako oropali. Trgovina je bila v razsulu, potem ko je ropar vstopil na silo in ukradel Pokémon karte v vrednosti med 80 in 100 tisoč dolarjev. Da bi bilo še huje, je ropar poškodoval tudi tla in vhodna vrata trgovine, potem ko je vrata razbil s kroglo za vleko, zato so jih morali zamenjati. Lastnik je povedal, da so nekatere karte izjemno redke in da jih ne bo mogel nadomestiti. Ostaja nejasno, ali so ti ropi povezani in ali je za njih odgovorna ista oseba. Policija je prosila vse, ki imajo kakršnekoli informacije, naj stopijo v stik s svojo lokalno policijsko postajo, da bi lahko odgovorne osebe za tatvine privedli pred sodišče. Muzej Louvre, ki se nahaja v Parizu, Francija, je eden najbolj znanih in cenjenih muzejev na svetu. Najbolj je znan po tem, da hrani Mona Liso Leonarda da Vincija. Od leta 1779 pa je bila ta slika 4 leta, med letoma 1800 in 1804, razstavljena v spalnici Napoleona Bonaparteja, nato pa so jo vrnili. Muzej pa ne hrani le slavnih in lepih slik. V muzeju hranijo številne lepe in neprecenljive artefakte, vključno z nakitom, egipčanskimi artefakti, skulpturami, starinskim pohištvom in tapiserijami. Zato muzej vsako leto privabi več 100 tisoč obiskovalcev, med katerimi je večina ljubiteljev umetnosti ali turistov, ki obiščejo to zgodovinsko mesto. 19. oktobra 2025 je skupina vlomilcev si za tarčo izbrala muzej Louvre, kar ni nihče pričakoval, in odnesla več teh neprecenljivih predmetov. Notranji minister Laurent Nunez je medijem povedal, da so tatovi uspeli priti do določenega prostora v muzeju s pomočjo dvižne košare le nekaj minut po odprtju muzeja tistega dne. 2 moška sta se nato približala stavbi s tovornjakom z ravno ploščadjo, dvižna košara pa je bila uporabljena za dostop do Apolonovega balkona. Od tam naprej niso imeli veliko težav pri vstopu, saj so bila vrata, ki so vodila z balkona v notranjost, stara, razmajana in nezavarovana. V naslednjih 4 minutah so uspeli prerezati steklo vitrin, v katerih so bili dragoceni predmeti, med njimi 2 francoski kraljevi tiare, ki sta pripadali cesarici Evgeniji, ter smaragdni uhani in smaragdna ogrlica, ki sta nekoč pripadali cesarici Mariji Luizi. V kadenih je bilo še več drugih neprecenljivih predmetov, vendar so krono, ki je pripadala cesarici Evgeniji, našli, potem ko jo je eden izmed roparjev izgubil med pobegom. Ko je bil rop končan, so tatovi poskušali zažgati tovornjak s ploščadjo, vendar jim to ni uspelo. NATO so skočili na skuterje in uspeli pobegniti s 30 sekundami prednosti, saj so varnostniki muzeja po sprožitvi alarma po nesreči zavili v napačno smer. Zlata krona, ki vsebuje tudi diamante in smaragde, je bila poškodovana, preden so jo našli, vendar je zdaj vrnjena na svoje pravo mesto v muzeju. 2 roparja sta za seboj pustila motoristično čelado in telovnik, ki sta policiji zagotovila dokaze DNK. Sledi so vodile do moškega po imenu Abdulaže N, ki je bil kmalu aretiran. Najat G je bil pridržan, ko se je ravno pripravljal ukrcati na letalo nazaj v svojo domovino Alžirijo. Še en moški, Slimani K, je stal v vrsti na nogometni tekmi, ko so ga izsledili. In nazadnje se je Rashid He odločil povedati svoji družini o ropu, kar je pripeljalo do njegovega prijetja. Prijemki moških niso bili razkriti javnosti. Izkazalo se je, da so se storilci spoznali v enem od pariških okrožij in ko so se vrnili tja, so se ustavili, da bi si ogledali svoj nezakoniti plen, medtem ko so stali pod varnostno kamero. 4 moški so bili znani kot mali kriminalci, zato sumijo, da jih je nekdo najel, da ukradajo predmete, katerih vrednost presega 100 tisoč milijonov dolarjev. Roparji so nato razkrili, da sta jih najela 2 moška s slovanskim naglasom, ki sta jim vsakemu plačala 15 tisoč funtov za izvedbo ropa. Zavrnili so razkritja dodatnih informacij, vključno z lokacijo ukradenih predmetov, in domneva se, da so bili ti neprecenljivi predmeti že razstavljeni in prodani kupcem na črnem trgu. Po dogodku je predsednica Louvra, Laurence Descartes, odstopila svojega položaja, osebje muzeja pa je začelo s stavkami v znak protesta proti slabim varnostnim standardom stavbe. In opozorili na potrebo po prenovi ter zahtevali višje plače.
Čeprav so bili 4 roparji aretirani, ukradenih predmetov niso nikoli našli. In če so bili res razstavljeni in prodani, jih verjetno nikoli več ne bomo videli. Prebrisani in zapleteni bančni ropi so običajno domena filmov. Se roparji bank običajno raje vstopijo skozi glavna vrata ustanove in pobegnejo takoj, ko imajo v rokah denar, po katerega so prišli. Toda to ni bil primer med božičnim vikendom leta 2025 v Gelsenkirchenu v Nemčiji, saj so vlomilci izvedli enega najbolj prefinjenih ropov te vrste v zadnjih desetletjih. Banka, o kateri govorimo, je podružnica Sparkasse, ki se nahaja v parkirni garaži in prav od tu so roparji, za katere menijo, da jih je bilo 7, uspeli izvesti svoj prefinjen načrt. V tistem času je bila banka zaprta zaradi božičnih praznikov in tatovi so to izkoristili ter z velikim vrtalnikom naredili luknjo v eno od sten stavbe. Od tam so se prebili v podzemni trezor, ki ni vseboval le denarja, ampak tudi na tisoče sejfov, ki so pripadali strankam banke. 3000 teh sejfov so nato nasilno odprli, storilci pa so si postregli z nakitom, zlatom, gotovino in drugimi dragocenimi predmeti, katerih skupna vrednost je ocenjena na približno 30 milijonov evrov oziroma 52 milijonov dolarjev. Sumijo, da so imeli tatovi predhodno znanje o razporeditvi stavbe in da so več mesecev načrtovali, preden so izvedli rop. Le približno 5% sejfov je ostalo nedotaknjenih, verjetno zato, ker so roparji menili, da jim zmanjkuje časa in da morajo pobegniti. Imeli so več časa, kot so mislili, saj je policija za rop izvedela šele potem, ko se je v ponedeljek zjutraj, 29. decembra, v stavbi sprožil požarni alarm in se je začela preiskava. Policija je sporočila, da je bila povprečna vrednost vsakega sefa približno $11,700, čeprav so nekateri lastniki kasneje izjavili, da so bili predmeti v njihovih sefih vredni bistveno več kot to. Ko so pregledali posnetke varnostnih kamer iz okolice, je policija opazila črni Audi RS6, ki se je odpeljal iz parkirne garaže banke, v notranjosti pa so uspeli ujeti pogled na več zamaskiranih oseb. Registrska tablica avtomobila je bila prav tako jasno vidna, vendar so po sledenju ugotovili, da je bila ukradena v Hanovru, ki je približno 20 mil stran. Takoj, ko je novica o ropu prišla v javnost, so se nekateri komitenti banke zbrali pred stavbo in zahtevali odgovore, kako je do tega sploh lahko prišlo. Nekateri so začeli groziti zaposlenim v banki, vendar so množico sčasoma pomirili, medtem ko je policija iskala sledi v stavbi in v sosednji parkirni garaži. Vsaka stranka, ki jo je prizadel rop, je bila o dogodku pisno obveščena, vzpostavljena pa je bila tudi posebna telefonska linija, kjer so lahko govorili z osebjem o vlomljenih sefih. Verjame se, da je bilo za rop odgovornih med 5 in 7 oseb, vendar jih do zdaj še niso identificirali. 4 od 5 osumljencev, ki so izvedli rop v Bristolu v Angliji, so ujeli varnostni kamere, medtem ko je bil 5. pridržan. Policija pa je prosila vse, ki prepoznajo preostale 4 moške, naj o tem obvestijo policijo. Podrobnosti o tem, kako je skupina roparjev vstopila v muzej, niso bile razkrite javnosti. Novica o ropu pa je bila objavljena šele 3 mesece po izvedbi ropa, saj je policija čakala, da osebje muzeja ugotovi, kaj je bilo ukradeno. To ni bila lahka naloga, kot se je kasneje izkazalo. Iz zbirke Britanskega imperija in Commonwealtha je manjkalo kar 500 artefaktov, ki so bili shranjeni v enem od zunanjih skladišč muzeja na Cumberland Road. Zato predmeti takrat niso bili razstavljeni. Ko je bil popis končno zaključen, se je izkazalo, da manjka veliko dragocenih predmetov, vključno z geološkimi primerki, predmeti naravoslovja, izrezljanimi slonokoščenimi artefakti, srebrnimi in bronastimi figuricami, ogrlicami, prstani, zapestnicami ter vojaškimi predmeti, kot so medalje, značke in priponke. Vrednost teh predmetov javnosti ni bila razkrita, vendar se verjame, da imajo veliko vrednost. Mnogi od teh predmetov so kulturno pomembni ne le v Veliki Britaniji, ampak tudi v državah po svetu, ki so del Commonwealtha. Po ropu so varnostne ukrepe v in okoli muzeja ter njegovih skladiščnih prostorov zaostrili, vendar je bilo to po mnenju mnogih prepozno, saj je bila škoda že storjena. V upanju, da bo kdo prepoznal roparje, odgovorne za rop, so bile javnosti na voljo slike iz varnostnih kamer, skupaj z opisi vsakega od osumljencev, ki jih iščejo oblasti. Verjame se, da so vsi 4 moški belci, prvi osumljenec pa je opisan kot čokate ali srednje postave, nosil je belo kapo, črno jakno, svetle hlače in črne čevlje.
Drugi moški je bil opažen v sivi jakni s kapuco, črnih hlačah in črnih čevljih. Domneva se, da je vitke postave. Na posnetku pa ga je mogoče videti, tako nekoliko zaostaja za preostalo skupino in se ves čas ozira čez ramo. Tretji osumljenec je opisan kot čokate postave. Na posnetku je viden, kako je oblečen v črno jakno, zeleno bejzbolsko kapo, bele čevlje in svetle kratke hlače. Verjame se, da je v nekem trenutku v življenju utrpel poškodbo desne noge, se ga po ropu vidijo šepati na desno nogo. Nazadnje je bil četrti osumljenec oblečen v dvobarvno oranžno-črno vetravko, črne hlače in bele čevlje. Je močnejše postave, zaradi položaja varnostne kamere pa je znano, da ima na vrhu glave veliko plešo. Zaenkrat je bil pridržan 41-letni moški, vendar je treba poudariti, da je bil aretiran zaradi suma ravnanja z ukradenim blagom in ne neposredne vpletenosti v rop. Ena izmed zmedenih podrobnosti v tem primeru je, kako so 4 moški uspeli prepeljati 600 ukradenih artefaktov, saj posnetki kažejo, da so hodili po ulici brez kakršnih koli torb, zabojnikov ali česarkoli, kar bi jim lahko pomagalo odnesti predmete s kraja dogodka. Še vi ali kdo, ki ga poznate, prepozna katerega od moških na posnetku, vas prosimo, da kontaktirate Crime Stoppers na 0800 555 111 ali pokličete številko za nujne primere 101 in navedete številko primera 522 526 9603. Večina ropov muzejev je skrbno načrtovanih več mesecev vnaprej. Vendar naj bi bil eden takšnih ropov, ki se je zgodil v skladišču izven lokacije, ki pripada muzeju Oakland v Kaliforniji, zločin iz priložnosti. Rop je bil izveden le 4 dni pred že omenjenim ropom v muzeju Louvra, 15. oktobra 2025. Tatovi so uspeli vdreti v muzej, nato pa so si postregli z več kot 1000 artefakti. Med njimi so bile košare staroselcev Amerike, zgodovinski artefakti in nakit. Toda roparji so očitno želeli ukrasti vse, kar ima vrednost, saj so iz stavbe odnesli tudi več prenosnih računalnikov. Med ukradenimi predmeti so tudi vojaški spominki, politične značke, predmeti iz Krimšava in drugi dragoceni artefakti, ki jih morda nikoli ne bo mogoče nadomestiti. Rop se je zgodil v noči na 15. oktober, kraja pa je bila odkrita šele naslednje jutro. Ko je osebje muzeja prispelo v skladišče na drugi lokaciji, so takoj opazili, da je nekaj narobe in da manjka veliko predmetov, ki so jih tam hranili. Da bi bilo še huje, za kar 1000 predmetov ni bilo mogoče ugotoviti, kje so, medtem ko je na stotine tisočev kosov ostalo nedotaknjenih. Denarne vrednosti teh artefaktov oblasti niso razkrite, vendar naj bi bila izguba muzeja precejšnja. Minilo je več tednov, preden so lahko natančno identificirali ukradene predmete, zato je prišlo do precejšnje zamude med izvedbo ropa in objavo novice o kraji. Zavarovalni posredniki so bili na to obveščeni o manjkajočih predmetih in uspeli so določiti vrednost ukradenih artefaktov. Upa se, da bodo nekateri predmeti najdeni, preden bodo tatovi imeli priložnost, da jih prodajo. Najbolj dragoceni predmeti so zbirka košar, ki jih je spletlo avtohtono pleme iz severne Kalifornije. Policija pa je prosila lastnike zastavljalnic v okolici in po vsej državi naj bodo pozorni na te predmete, če bi jih storilci poskušali prodati na ta način namesto na črnem trgu. Drugi dragoceni predmeti vključujejo zbirko nakita iz kamna in kovine, ki ga je ustvaril znani kalifornijski umetnik, ter več predmetov iz Krimšava, ki so bili izrezljani v kose slonovine. Direktorika in izvršna direktorika muzeja, Lori Fogarty, je medijem povedala, da so bili zaposleni v muzeju zaradi izgube teh predmetov povsem pretreseni, vendar je dodala, da jih je najbolj prizadela izguba košar avtohtonih Američanov. Te košare so bile izdelane okoli začetka 20. stoletja in dejstvo, da so preživele tako dolgo, je res izjemno. Zdaj se bojijo, da roparji morda ne razumejo vrednosti teh predmetov in da jih bodo morda uničili, namesto da bi jih vrnili v muzej, kamor spadajo. To tudi ni bil prvič, da je bil Oaklandski muzej tarča. V letih 2012 in 2013 so bile z glavne lokacije ukradene zlate grudice in drugi artefakti iz obdobja zlate mrzlice. Toda storilca so na koncu izsledili in aretirali, preden so mu prisodili 4 leta zapora. Zaenkrat osumljencev še niso identificirali, vendar je policija pozvala vse, ki imajo kakršnekoli informacije o ropu, naj se javijo v upanju, da bodo storilci ujeti in da bodo artefakti lahko vrnjeni muzeju, preden bodo poškodovani ali prodani.
Leta 1799 je bila misel na to, da bi otroke dali na delo, povsem običajna. Zato se nihče ni posebej vznemirjal, ko je predstavnik tekstilne tovarne v Angliji prispel v delovno ubožnico St. Pancras v Londonu, da bi poiskal otroke za opravljanje določenih nalog v tovarni. Povedal je, da bodo vsi otroci, ki se odločijo delati tam, dobro obravnavani in da bodo lahko pošiljali denar svojim družinam, kar je bila ponudba, ki je niso mogli zavrniti, saj je bilo dela malo, običajno plačilo pa obupno. Kar 80 otrok se je prijavilo za delo in podpisalo pogodbe, ki so jih zavezovale k opravljanju nalog v tovarni vse do dopolnjenega 21. leta starosti. Za mnoge je to pomenilo, da bodo vezani na delo v predilnici tudi do 14 let. Ne samo, da je bila plača precej nižja, kot so jim obljubili, tudi naloge, ki so jih morali opravljati, so bile izjemno nevarne. Veliko otrok je bilo zaposleni kot pobiralci, kar je pomenilo, da so morali lesti pod premikajoče se dele strojev v predilnici, da bi pobrali padlo bombaž in pretrgane niti. Prav tako so morali delati 12 ur na dan in pogosto ostati v predilnici tudi po končanem delu, da so čistili uporabljene stroje, medtem ko so odrasli zaposleni lahko odšli domov k svojim družinam. Veliko delavcev je sčasoma izgubilo sluh zaradi hrupa, ki so ga povzročali stroji. In ker so bile razmere v teh predilnicah grozljive, so mnogi zboleli za boleznimi, od katerih si nikoli niso opomogli, saj si niso mogli privoščiti ustrezne medicinske oskrbe. Čeprav se nam danes ti opisi zdijo grozljivi, je bilo takšno ravnanje prisotno že desetletja in je bilo v tistem času nekaj povsem običajnega. Lahko bi si predstavljali, da so otroci, ki so delali v teh predilnicah, včasih uganjali kakšne vragolije, da bi si vsaj malo odvrnili misli od bednih razmer. In prav to je verjetno povzročilo nerazložljiv dogodek, ki se je zgodil v bombažnem mlinu v Lancashireu leta 1787. 15. februarja tistega leta se je mlado dekle, ki je bilo zaposleno v mlinu, odločila, da bo ušpičila potegavščino eni od svojih sodelavk. Ujela je miško, ki je tekala naokoli, in jo izpustila blizu ženske, ki se je po nekaterih virih zelo bala glodavcev. Tako se je prestrašila, da je začela dobivati napad, ki je trajal več ur. Na koncu si je opomogla in si jo poslali domov na počitek, a ta primer se je šele začel. Naslednji dan so trije zaposleni doživeli podobne napade brez razlage. In dan zatem je še 6 ljudi doživelo napade. Ker niso vedeli, kaj storiti, so lastniki mlina zaprli podjetje, ko so ljudje v okolici začeli ugibati, da se v mlinu dogaja nekaj zloveščega. Zdravnika Williama St. Clara so poklicali v mlin in ob prihodu je bil šokiran, ko je našel 24 ljudi, ki so trpeli zaradi napadov. Še bolj nenavadno pri tem primeru pa je bilo dejstvo, da je vsaj 5 prizadetih delalo v tovarni 5 milj stran, a so nekako imeli enake simptome. Uspelo mu je obvladati situacijo, tako da je bolnike pomiril in ugotovil je, da trpijo za neko obliko histerije ali tesnobe. Primer nikoli ni bil popolnoma pojasnjen in še danes nimamo pojma, kako se je reakcija ene ženske na potegavščino prenesla na vsaj 30 drugih ljudi, od katerih nekateri sploh niso slišali za začetni dogodek. Ekspedicijo Lewis in Clark sta vodila kapitan Meriwether Lewis in poročnik William Clark. Njen namen pa je bil raziskati območje, pridobljeno z nakupom Louisiane ter pacifiški severozahod. Na tem potovanju je odprava približno 50 mož prepotovala okoli 8000 milj, od St. Louisa v Missouriju do Tihega oceana in nazaj po reki Missouri. Na poti so zapisovali opažanja o različnih živalih in rastlinah, ki so jih našli na teh območjih, ter podrobnosti o domorodnih prebivalcih, na katere so naleteli. Potovanje je prineslo odkritje številnih različnih rastlin in živali, vendar je bilo do konca odprave dokumentiranih skupno 8 novih rastlin in 12 živali, vključno z grizlijem in prerijskim psom. Medtem ko je bila skupina v divjini, jim nikoli ni primanjkovalo hrane ali vode, saj so pogosto naleteli na ogromne črede bizonov, meso pa so dopolnjevali z divjimi jagodami in korenasto zelenjavo. V teh 2 letih so bili tudi težki trenutki, saj so nekateri člani trpeli za grižo, ugrizi klopov in drugimi poškodbami, vendar so se vsi varno vrnili domov, razen enega moškega, ki se zaradi vnetja slepiča ni vrnil. Po vseh podatkih je bila odprava izjemno uspešna, saj je skupini uspelo navezati stik z nekaterimi domorodnimi plemeni na teh območjih in začeti vzpostavljati diplomatske odnose z njihovimi poglavarji. A vendar je bil en dogodek, ki je skupino popolnoma zmedel in do danes ni bil pojasnjen.
4. julija 1805 so prenašali svoje čolne in zaloge na območju Great Falls. Odločili pa so se, da bodo ta dan kasneje zvečer proslavili s pojedino in pleso. Toda takoj, ko so prispeli, so moški zaznali nenavaden hrup, ki je po Lewisovem dnevniku prihajal s severozahoda. Opisal ga je kot zvok, podoben strelu iz približno 6-funtnega topa, čeprav niso mogli najti izvora tega zvoka. Sprva, ko so mu nekateri moški povedali za ta hrup, je verjel, da so verjetno slišali oddaljeno grmenje. A ko je pozorno prisluhnil, se je strinjal, da je zvenelo kot topniški strel. Odločil se je, da bo, ko so prispeli na planjavo, ostal pri miru približno 1 uro in v tem času je zvok slišal še 2-krat. Opazil je, da je bil dan brez oblakov, zato je hitro izključil možnost grmenja, s kompasom pa je določil smer, iz katere so prihajali zvoki. Včasih je v daljšem obdobju slišal 1 ali 2 poka, spet drugič pa se je hrup pojavil 6 ali 7-krat zapored v hitrem zaporedju. Poleg tega so se zvoki lahko slišali kadarkoli podnevi ali po noči in zdelo se je, da za tem ni nobene logike ali razloga. Spomnil se je, da so pripadniki indijanskega plemena, Minotauri, govorili o teh zvokih, vendar so možje njihove trditve zavrnili, dokler se sami niso srečali s tem pojavom. Ker so se morali držati urnika, odprava ni imela časa za raziskovanje, vendar so tudi kasnejši popotniki na tem območju poročali, da so slišali iste zvoke, ki pa nikoli niso bili pojasnjeni. Primeri Jacka Razbarača so brez dvoma eni najbolj znanih nerešenih zločinov v vsej zgodovini. Od leta 1888, ko so bili ti zločini storjeni, so zgodovinarji in navdušenci nad kriminalnimi primeri storili vse, da bi ugotovili pravo identiteto Jacka Razbarača, vendar nihče ni uspel dokončno ugotoviti, kdo je bil. Mnogo osumljencev je bilo predlaganih skozi leta in čeprav jih veliko ustreza opisu te skrivnostne osebe, je praktično nemogoče dokazati, da je bil prav določen posameznik storilec. Ne samo zato, ker se je to zgodilo tako dolgo nazaj, ampak tudi zaradi pomankanja dokončnih dokazov in prič. Tisti, ki so verjeli, da so videli storilca, so ga opisali kot osebo visoko približno 168 cm, z dostojanstvenim videzom. Prav tako so poročali, da je bil star med 30 in 40 let. Imel je majhen rjav brk in nosil temen plašč ter klobuk tipa deerstalker ali melonasto kapo. Več prič je menilo, da je bil verjetno zdravnik ali nekdo iz podobnega poklica in številni zgodovinarji se s to teorijo strinjajo zaradi načina, kako so bili zločini storjeni. Moški, ki je bil vsaj za nekaj časa obravnavan kot osumljenec, je bil Thomas Cutbush, ki so ga opisovali kot čudnega posameznika z nasilno naravo. Znano je, da so ga v času zločinov Razbarača pogosto videvali, kako se sprehaja po Whitechapelu v vzhodnem Londonu, čeprav je živel v Kenningtonu, ki je v južnem delu mesta. Bil je zaposlen kot uradnik in ko so se začeli zločini Razbarača, je Cutbush začel trpeti za težavami z duševnim zdravjem. Včasih so ga videli, kako se je vračal domov, potem ko je vso noč tavala po ulicah. Več prič pa je opazilo, da so bila njegova oblačila prekrita z blatom ali biološkim materialom. Na neki točki je začel trditi, da ga njegov zdravnik poskuša zastrupiti. In potem, ko je prosil za pomoč odvetnika, si je premislil, saj je bil prepričan, da tudi odvetnik kuje zaroto proti njemu. Postalo je jasno, da je njegovo duševno zdravje ogroženo. Zato je odšel v kliniko v Lambethu, a kmalu mu je uspelo pobegniti, ker bolničar ni bil pozoren. Obraz si je prekril z blatom kot preobleko in nato v besnem napadu ob polnoči poškodoval žensko. Bil je aretiran zaradi pričanja očividca o dogodku, vendar ga niso mogli zapreti, saj so ugotovili, da je duševno bolan. Poslali so ga v bolnico Broadmoor, kjer je bil po besedah stražarjev videti omotičen in nepovezan. Še naprej je bluzil o zaroti proti sebi in včasih ni hotel jesti, ker je verjel, da so mu kaj podtaknili v hrano. Grozil je mnogim drugim pacientom in enkrat brez kakršnekoli provokacije napadal stražarja. Po obisku njegove matere aprila 1903 ga je ta poskušala poljubiti v slavo, a jo je Cutbush takoj poskušal ugrizniti, nato pa je brez razloga izbruhnil v plaz groženj proti njej. Nekaj časa so sumili, da je bil on Jack Razbarač, ne le zato, ker je ustrezal opisu, ampak tudi zato, ker so se zločini ustavili takoj, ko so ga poslali v ustanovo. Mnogi zgodovinarji verjamejo, da ga nikoli niso obtožili teh zločinov, ker je bil nečak nadzornika Henryja Cutbusha in takšen škandal bi lahko uničil njegovo kariero. Ta teorija seveda nikoli ni bila dokazana. In čeprav morda nikoli ne bomo izvedeli, kdo je bil Jack Razbarač, je Cutbush vsekakor odličen osumljenec.
Plas Teg je jakobinska družinska graščina, ki je bila zgrajena za Sir Johna Trevora leta 1610 v Flintshire v severnem Walesu. Trevor je ostal v hiši do svoje smrti, 19 let kasneje, in potem, ko je umrla njegova žena, Lady Margareta Trevor, leta 1643, je hiša ostala nenaseljena ves čas angleške državljanske vojne. V tem času je bila stavba dvakrat oplenjena, desetletja kasneje pa so jo uporabljali kot sodišče. Nihče ni prebival v hiši vse do začetka 20. stoletja, ko si je družina Treversey povrnila posest, med drugo svetovno vojno pa so jo uporabljali kot vojaški tabor. Ob koncu vojne je bila prodana dražbeni družbi in preurejena v skladišče, zaradi česar je hitro propadla. Leta 1950 so predlagali, da bi stavbo porušili, saj je postala nevarna. Vendar tega niso storili in leta 1986 jo je kupila Cornelia Bailey, ki jo je obnovila. Skozi leta si je hiša pridobila slab sloves zaradi nenavadnih dogodkov in prikazovanj, ki so se tam dogajali, in mnogi so verjeli, da se je vse začelo s Trevorjevo hčerko, Dorotejo. Zaljubila se je v kmetovega sina, vendar njeni starši, kot je bilo pričakovano, niso odobravali, da bi se družila z nekom nižjega stanu. Prepovedali so ji, da bi se še kdaj videla z mladeničem, a sta se še naprej skrivaj srečevala in se odločila pobegniti skupaj. V nekaj dneh je Dorothy nosila kose svojega nakita na vrt, kjer je predmete polagala na škatlo, ki jo je zakopala poleg vodnjaka. Končno noč pred tem, ko sta nameravala pobegniti, je Dorothy šla na vrt, da bi vzela nakit, s katerim bi plačala njuno poroko. Nažalost je zdrsnila in padla v vodnjak. Prebivalci tega območja pa še vedno trdijo, da slišijo njenega duha, ki hodi ob cesti A541, ki je najbližje dvorcu. Včasih se vozniki ustavijo, ko ugotovijo, da so nekoga zadeli z avtom, a nato ugotovijo, da je postava skrivnostno izginila. Mladi moški, ki nikoli ni izvedel za usodo Dorothy in je verjel, da ga je preprosto zapustila, naj bi včasih hodil po tem območju, čeprav je umrl že pred stoletji. Priče so prav tako opisale, da so videle duha Elizabetha Frances Trevor Roper, ki je doživela tragičen dogodek. Zaljubila se je v tega moškega, vendar se je njena družina odločila, da mora biti izpeljan dvoboj, da bi določili, ali se bo poročila z njim ali z drugim. Moški, ki ga je ljubila, je izgubil dvoboj in pogosto ga vidijo, kako teče za njenim neutolažljivim duhom ter drži rano na svoji rami. Pravijo, da se ta prizor ponavlja znova in znova, zaradi česar mnogi verjamejo govoricam, da v dvorcu straši. Govori se, da v hiši prebiva še več drugih duhov. Sodnika Jeffa Jeffreysa, ki je služil sodišču kot Plas Dag, so videli, kako hodi po posestvu in govori se, da je njegov duh nemiren zaradi občutkov krivde. Nekateri obiskovalci poročajo, da slišijo zvok moškega joka in menijo, da gre za duha Johna Trevora V., ki je živel v hiši sredi 18. stoletja. Po nekaterih navedbah je v hodnikih in na posestvu mogoče videti kar 15 duhov, danes pa služi kot ukleta atrakcija za tiste, ki si upajo obiskati. Pogosto so poročali, da so med vojno vojaki in civilisti opazili nenavadne luči na nebu, ki si jih niso znani razložiti. Toda dogodek, ki se je zgodil na meji med Afganistanom in Pakistanom leta 2020, je med ufologi pustil le malo dvoma, da je bilo med vojno v Afganistanu prisotno nezemensko plovilo. Pripadniki ameriške vojske so opazili nenavaden predmet in ga uspeli posneti. Posnetek pa je bil nato leta 2025 predstavljen javnosti. Objavila sta ga novinarja Jeremy Corbell in George Knapp. Ministrstvo za obrambo pa je nato izdalo izjavo o incidentu. Izjavili so, da je bil predmet na tem posnetku drugačen od drugih plovil, ki so jih posneli v preteklosti. Običajno so bili predmeti podolgovate oblike, podobne bombonu Tic Tacs, medtem ko so bili tisti na tem posnetku klasične oblike krožnika, kot jih pogosto prikazujejo v filmih. Čeprav so podobne predmete v preteklosti na nebu opazili tudi posamezniki iz javnosti. Na podlagi tega posnetka so ugotovili, da je plovilo merilo med 200 in 400 metri v dolžino. Vendar je treba poudariti, da gre le za oceno, saj se je objekt med snemanjem pojavljal iz oblakov in znova izginjal vanje, kar je oteževalo natančno določitev njegovih mer. Raziskovalci so kasneje izjavili, da je mogoče vsak namig, da gre za slikovni artefakt, odločno zavrniti, saj je njegova oblika nesporna. In menijo, dejstvo, da se je lahko premikal s takšno hitrostjo in krati spreminjal smer pod ostrimi koti, včasih celo nenadoma premikal zvratno, nakazuje, da je naprednejši od katerega koli letala, ki obstaja na Zemlji.
Ti isti strokovnjaki so približno 2 leti preučevali posnetek in po njihovem mnenju je popolnoma pristen. Film so poslali tudi več drugim raziskovalcem, ki so potrdili njihova stališča. Nato so govorili z vladnimi uradniki, ki so bili vključeni v uradne programe za NLP-je. Ti pa so potrdili, da je posnetek resničen. Dodali so tudi, da posnetek nikoli ni bil namenjen javnosti, saj je bil označen kot tajen. Nedavne raziskave so pokazale, da je bil objekt opažen in posnet med izvidniško misijo na visoki nadmorski višini na meji med državama. Pri snemanju pa so uporabili termovizijsko slikanje, ki je pokazalo, da ima objekt nenavaden toplotni podpis. Vsako običajno plovilo bi zaradi svojega pogonskega sistema kazalo znake intenzivne toplote, vendar ta objekt ni oddajal nobene toplote, kar je strokovnjake pripeljalo do prepričanja, da ga poganja sila, ki je ne razumemo. Skupaj z originalnim posnetkom sta bila objavljena še 2 posnetka izboljšane kakovosti, da bi plovilo v obliki diska prikazali bolj jasno. Eden izmed ufologov je izjavil, da še nikoli ni videl okroglega objekta na nobenem vojaškem posnetku neidentificiranih zračnih pojavov, zato se ta posnetek šteje za prelomnega. Kot drugo je dodal, da je bila manevrskost plovila daleč nad vsem, kar je kdajkoli videl. Prav tako ga je zmedlo dejstvo, da plovilo med letenjem skozi oblake ni oddajalo toplote in je namignil, da morda ne gre za disk, temveč za plovilo v obliki krogle. Toda dejstvo, da je vojska predmet poimenovala disk, je mnoge prepričalo, da ne gre za kroglo, temveč za klasično NLP plovilo. Po objavi posnetka so številni strokovnjaki pozvali vlado naj se odzove in končno razkrije javnosti informacije, ki so jih zbrali o tem nenavadnem pojavu. Leta 1983 je šola na Zahodnem bregu, ki se nahaja ob reki Jordan v Palestini, postala prizorišče nenavadnega dogodka. To je strokovnjake popolnoma zmedlo, saj so poskušali ugotoviti, kaj je povzročilo, da je kar 900 ljudi trpelo za enakimi simptomi, brez očitnega vzroka. Incident se je začel 21. marca tistega leta, ko se je 32 šolark v šoli v vasi Arabeh začelo pritoževati, da se počutijo omotične, imajo slabost in jih močno boli glava. Nekaj deklet je kmalu zatem začelo omedlevati, vendar učitelji v šoli niso vedeli, kaj je to povzročilo. Poleg tega niso mogli izmeriti stopnje, v kateri je vsaka bolnica doživljala simptome, saj njihove ravni slabosti, omotice in bolečine ni bilo mogoče izmeriti. Šola se je odločila poklicati zdravstvene strokovnjake, ki so hitro prišli na kraj dogodka. Ko so prispeli, so vzeli biološke vzorce od vsake preiskovanke, nato pa so jih poslali v laboratorij na testiranje in analizo. Ko so se rezultati vrnili, niso pokazali nobenih nepravilnosti v organizmu nobenega od deklet. Strokovnjaki pa niso mogli ponuditi nobene verodostojne razlage za to, kar se je zgodilo. Nekatere pacientke so morale biti hospitalizirane, vendar tudi tam zdravniki niso mogli najti očitnega vzroka za omedlevico. Naslednji korak je bil odvzem vzorcev z različnih območij v šoli, saj je obstajala možnost, da so pacientke prišle v stik z nevarno kemikalijo ali bakterijo. Za kratek čas je nastala preplah, ko so na okenski polici našli neznan rumen prah, vendar so testi pokazali, da je bil to cvetni prah, ki ga je veter zanesel na polico, kar ne bi bilo v tem letnem času na tem območju precej pogosto. Nadaljnji testi niso pokazali nobenih nenavadnih kemikalij, zato so se raziskovalci znašli na začetku. Zdelo se je, da je bil dogodek osamljen primer, vendar je nato v bolnišnice začelo prihajati več ljudi z enakimi simptomi. V 14 dneh so za isto stanje zdravili kar 900 ljudi, čeprav nihče ni bil prepričan, kaj ga je povzročilo. Večina bolnikov so bila najstniška dekleta, vendar so morali zdraviti tudi nekaj izraelskih vojakov, potem ko so doživeli omotico in omedlevico. Kot je bilo pričakovati, so se zaradi tega napetosti na Zahodnem bregu povečale, saj je palestinska vlada sumila, da je bilo uporabljeno prepovedano orožje, da bi prebivalce pregnali z tega območja. Enake obtožbe so se pojavile tudi na izraelski strani, saj so uradniki domnevali, da je bilo orožje uporabljeno za spodbujanje demonstracij in drugih motenj. Incident so temeljito preiskali izraelski zdravstveni uradniki, vendar niso uspeli ugotoviti vzroka za omedlevico. Zato je bilo predlagano, da je za to kriv nekakšen okoljski dejavnik. Toda na to so o podobnih incidentih poročali tudi v mestu Jenin, ki leži približno 64 km od prvotnega kraja. Ker niso našli drugih razlag, so strokovnjaki začeli ugibati, da je za to kriva oblika množične histerije, saj je bilo prizadetih do 900 ljudi. Ugotovili so, da so bili podobni incidenti v drugih državah povzročeni zaradi prekomerne ravni stresa.
To bi pojasnilo, kako so bolniki z različnih kilometre oddaljenih območij začeli doživljati simptome hkrati in zakaj ni bilo mogoče najti nobenega organskega vzroka za incident. Nekateri strokovnjaki ostajajo skeptični glede teorije množične histerije, saj nikoli niso našli trdnih dokazov, da ta sploh obstaja. Ker pa niso našli nobenih sledi, se zdi patologija najbolj verjetna razlaga. Večina izmed nas pozna izraz wanderlust kot močno željo po potovanju na različne kraje in raziskovanju. Toda za nekega moškega po imenu Jean-Albert Dada's je ta izraz v 60. letih 19. stoletja dobil povsem drugačen pomen. Dada's se je rodil v Bordeaux v Franciji leta 1860 v družini delavcev plinskega podjetja, ki so bili v tem poklicu že več generacij. Njegovo otroštvo je bilo nenavadno, saj njegov oče zbolel za sifilisom in je bil znan hipohonder. Njegova mati pa je umrla, ko je imel 17 let. Omeniti velja, da je Dada's pri 8 letih med igro padel z drevesa in udaril z glavo, pri čemer je utrpel hud pretres možganov. Začel je trpeti za hudimi migrenami in domneva se, da je to imelo povezavo s čudnimi dogodki, ki so se kasneje zgodili v njegovem življenju. 4 leta kasneje je začel delati kot vajenec v plinskem podjetju in sprva je šlo vse dobro, nato pa je nekega dne nenadoma izginil in njegova družina ga je začela panično iskati. Njegov brat je odpotoval v bližnje mesto, kjer ga je našel v družbi potujočega prodajalca dežnikov, vendar je opazil, da se Dada obnaša čudno, kot da je v transu. Ko je fanta predramil, je zgledalo, kot da se je zbudil iz sanj in ni se mogel spomniti, kako je pristal tam, kjer je bil. Ni se spomnil, da bi srečal prodajalca dežnikov ali da bi kilometre nosil dežnike v sosednje mesto. To je zaznamovalo začetek zaskrbljujočega vzorca v Dadasovem življenju. Pogosto je izgubil zavest in se zbudil na krajih daleč od svojega doma, ne da bi se spomnil, kako je tja prišel. Ob nekaterih priložnostih je prišel k sebi in ugotovil, da je vstopil na vlak in bil na poti v mesto, ki ga še nikoli ni obiskal. Ob drugih priložnostih se je zbudil v zaporniški celici ali na klopi v parku, zmeden in dezorientiran. Med večjimi od teh nenavadnih dogodkov je prepotoval tako velike razdalje, da ni imel dovolj denarja, da bi se vrnil domov. Zato je moral poiskati delo, da si je zaslužil denar za povratno vozovnico. Med enim od napadov so ga v Franciji aretirali kot delavca brez urejenih dokumentov. Njegovi sodelavci so opazili, da je med nekaterimi svojimi izmenami preprosto brezciljno tavari naokoli in niso mogli razumeti, kako mu je uspelo, da ga niso odpustili. Večkrat je bil v psihiatričnih ustanovah, vendar nikoli ni bilo nobenih znakov, da bi potreboval kakršnokoli posebno zdravljenje. Njegov najbolj zaskrbljujoč dogodek se je zgodil leta 1881, ko se je odločil pridružiti francoski vojski. Kmalu zatem si je premislil in dezertiral, nato pa se je v zmedenem stanju peš odpravil v Moskvo preko Prage, Berlina in Poznanja. Ko je prispel v Prusijo, ga je napadel pes in so ga hospitalizirali, vendar so ga zaradi njegovega slovesa nihilista aretirali. 3 mesece kasneje so ga poslali domov, nato pa se je preprosto vrnil k svojim dolžnostim v plinarni. Leta 1886 je Dada's končno dobil nekaj odgovorov, ko mu je zdravnik postavil diagnozo stanja imenovanega dromomanija. Oboleli doživljajo neobvladljivo željo po potovanju, kmalu pa so isto diagnozo postavili še več drugim bolnikom. Nenavadno je, da so bili prizadeti le moški, vsi treznih navad in skromnih dohodkov, čeprav niso bili revni. Zdaj menijo, da je to stanje del večje duševne bolezni obolelega. A kljub letom raziskav na to temo še vedno ni popolnoma razumljeno. Ko pomislimo na mitološka bitja, imenovana Banshee, si običajno predstavljamo strašljivo bitje, ki kriči iz temnega, gozdnatega območja in popolnoma prestraši vse, ki ga slišijo. Leta 1801 je Sir Jonah Barrington, irski politik, naletel na to, kar nekateri opisujejo kot drugačno vrsto Banshee. In ti dogodki, ki jih je podrobno opisal v svojih spominih, nikoli niso bili pojasnjeni. Čeprav je bilo znano, da je imel Barrington v življenju veliko pustolovščin in nenavadnih srečanj, so bili dogodki neke posebne noči nedvomno najbolj nenavadni. Nekega dne, leta 1801, 29 let, preden so bili njegovi spomini objavljeni, sta se z ženo odpravila iz svojega doma v Dunrenu, v grofiji Wicklow, na grad de Dublin. In tam sta naletela na prvega barona Rossmora, Roberta Cunninghama. Bil je znan po tem, da je prirejal razkošne zabave na svojem posestvu v Mount Kennedyju in tokrat je vztrajal, da se Barringtonova udeležita. Strinjala sta se in naslednji dan odpotovala k njemu domov.
Po obilni večeri in nekaj pijače pa sta se okoli polnoči odpravila spat. Uspela sta spati približno 2 uri, nato pa je Barringtona prebudil nenavaden zvok, za katerega je sprva mislil, da je tiha glasba iz neznanega vira. Ugotovil je, da ne zveni kot glasbilo ali človeški glas, zvok pa je bilo sprva mogoče slišati le v kratkih sunkih. Nenadoma se mu je srčni utrip začel povečevati, čeprav si ni znal razložiti zakaj. Med iskanjem izvora je zvok začel pojemati, dokler ni bil komaj slišen. Nato pa je, kot ob naraščanju glasnosti, postal vse glasnejši in ton je zvenel skorajda proseče. Še vedno ni mogel ugotoviti, od kod prihaja, zato se je odločil zbuditi svojo ženo. Tudi ona ga je takoj slišala in skupaj sta odšla do velikega okna s pogledom na vrt posestva, da bi videla, ali opazita kaj nenavadnega. Bila sta šokirana, ko sta to ugotovila. Zdelo se je, da zvok prihaja iz zaplate trave pod oknom, zato so prosili služkinjo naj razišče. A ko je zaslišala ta zvok, jo je bilo tako strah, da je to zavrnila. Zvok se je nadaljeval približno 30 minut, nato pa se je nenadoma spremenil. Barrington je zapisal, da se je zdelo, kot da je zaplata trave vzdihnila v obupu in slišali so jok, ki je prihajal iz iste točke, preden se je zaslišal glas, ki je začel vpiti: Rossmore, Rossmore, Rossmore. Brez opozorila je glas nenadoma utihnil in čeprav sta bila prestrašena, sta se vrnila v posteljo. A tu ni bil konec skrivnosti, saj sta se zbudila ob zelo pretresljivi novici. Okoli 7 zjutraj je eden od služabnikov potrkal na vrata njune sobe. Živčni Barrington pa jih je odprl, še vedno razmišljajoč o nenavadnih dogodkih izpred nekaj ur. V njegovo grozo in zmedo so mu povedali, da je njegov prijatelj, baron Rossmore, nenadoma in nepojasnjeno umrl okoli 2:30 zjutraj. Ob istem času, ko je zaslišal glas, ki je klical njegovo ime. Ker je bil v tistem času dobrega zdravja in dobre volje, vzrok njegove smrti nikoli ni bil ugotovljen, zato so nekateri verjeli, da je Banshee, ki so jo tisto noč slišali, bodisi vedela za njegovo bližajočo se usodo, ali pa je bila na nek način odgovorna zanjo, čeprav to seveda nikoli ni bilo dokazano. Običajno, ko nekdo prekolne nekoga drugega, je to iz zlobe, maščevanja ali preproste hudobije. V primeru moškega po imenu John Newton pa je dal podobno izjavo, da bi dokazal, da ni zagrešil zločina, ki ga ni storil. Newton je prihajal iz Walesa v Združenem kraljestvu. Leta 1819 pa je odpotoval v mesto Montgomery, da bi začel delati kot upravitelj kmetije za vdovo in njeno hčer, ki sta živeli na kmetiji na tem območju. Ta naziv je pomenil, da bo odgovoren za splošno upravljanje kmetije, nadzor nad delavci, ki so bili tam zaposleni, ter zagotavljanje, da sta bili finančni potrebi vdove in njene hčere izpolnjeni. Dela se je lotil z navdušenjem in po vseh pričevanjih je bil zelo priden delavec. Skoraj ves svoj čas je preživel na kmetiji in zelo redko hodil v mestu, kar je pomenilo, da je imel zelo malo časa za sklepanje prijateljstev, čeprav tudi ni kazal nobenega zanimanja za to. Občasno je obiskoval sejme v okolici, kjer je kupoval in prodajal pridelke. Vsako nedeljo pa so ga lahko videli v lokalni cerkvi. Kmalu so prebivalci območja začeli postajati radovedni glede Newtona, predvsem pa sta se 2 moška začela pritoževati nad njegovo prisotnostjo v skupnosti. Eden od teh moških bi moral prevzeti kmetijo, če vdova ne bi uspela finančno. A so njegove možnosti uničili Newtonovo trdo delo in finančni uspeh. Drugi moški se je zaljubil v vdovino hčer in jo nameraval zaprositi, a je kmalu izvedel, da je razvila čustva do Newtona. Oba moška sta začela zameriti Newtonu in odločila sta se, da se ga morata nekako znebiti. Sestavila sta zloben načrt in stopila do policije, kjer sta vložila lažno prijavo, v kateri sta trdila, da je Newton cestni razbojnik. Ker sta bila oba moška spoštovana člana skupnosti, jima je policija verjela na besedo in kmalu zatem so Newtona pridržali. Pojasnil je, da nima potrebe po takšnih zločinih, saj mu gre finančno dobro, vendar so njegova prošnja naletela na gluha ušesa. Bil je zaprt, na sojenju pa sta oba njegova obtoževalca pričala proti njemu. Ponovila sta, da ni nobenega dvoma, da je Newton zagrešil cestno razbojništvo. In ker obtoženec ni imel pravnega zagovornika, je imel zelo malo možnosti, da bi se izognil zaporu ali še hujšemu. Sodnik, ki je vodil primer, se ni zanimal za Newtonovo vztrajanje, da je nedolžen in je hitro izrekel sodbo o krivdi, kljub temu, da ni bilo nobenih dokazov, da bi zagrešil takšno kaznivo dejanje ali kakršnokoli kaznivo dejanje, medtem ko je živel na tem območju. Ko je bila njegova usoda zapečatena, je sodnik vprašal Newtona, ali ima kaj zapovedati, preden mu izreče kazen, na kar je ta odgovoril, da kot dokaz svoje nedolžnosti na njegovem grobu prvo leto po smrti ne bo rasla nobena trava.
Pravijo, da je na dan, ko je bila kazen izvršena, dan nenadoma potemnel, pa se je kilometre daleč videlo bliskanje in slišalo grmenje, čeprav je bilo jutro do takrat sončno in prijetno. Nekateri ljudje so verjeli, da je prišel konec sveta, medtem ko so se drugi spomnili Newtonove napovedi in postali prepričani, da je bil resnično nedolžen, čeprav je bilo že prepozno. Pravijo, da sta se življenji njegovih dveh obtoževalcev od takrat naprej začeli slabšati, saj je eden postal alkoholik, drugi pa je shiral zaradi neznanega vzroka. Omenja se, da na Newtonovem grobu 65 let ni rasla nobena trava in ko je končno zrasla, je zrasla v obliki križa. Predlaganih je bilo več teorij, ki poskušajo pojasniti, kaj se je zgodilo s posadko plovila KAZ-212, metrskega katamarana, ki so ga leta 2007 našli brezciljno plavajočega blizu velikega koralnega grebena ob obali Avstralije. Lastnik plovila KAZ-2 Desbatten je plovilo kupil v Perthu in 14. aprila tistega leta je načrtoval vrnitev tja skupaj z dvema članoma posadke, bratoma Petrom in Johnom Tunstallom. Ko je napočil dan odhoda, so v dobrem razpoloženju odrinili iz pristanišča Shoalhaven v Queenslandu, vendar so se morali vrniti, ko je GPS oprema na katamaranu začela odpovedovati. Ker je bila to Battenova prva daljša plovba s plovilom, je menil, da je bolje zagotoviti, da vsa oprema na krovu deluje, preden se odpravijo na odprto morje, saj so morali skupaj prepluti približno 3500 navtičnih milj. Pričakovali so, da bo potovanje trajalo približno 2 meseca in ko so GPS sistem popravili, so 15. aprila znova uspeli izpluti. Naslednje 3 dni nihče ni slišal ničesar od Battena ali njegove dvočlanske posadke. In 18. aprila je letalo obalne straže končno opazilo KAZ-2 približno 100 milj severovzhodno od Townsvilla. Pilot je opazil, da se plovilo zdi, kot da brezciljno plava in je o opažanju obvestil oblasti. Obveščena je bila služba za izredne razmere v Queenslandu, Corey Benson pa je bil skupaj z ekipo poslan na preiskavo. Bil je prvi, ki je stopil na katamaran in to, kar je našel na krovu, ga je popolnoma zmedlo. Jadra plovila so bila raztrgana, motor pa je še vedno deloval in bil puščen v prostem teku, kar se mu je zdelo nenavadno, saj na palubi ni bilo nikogar. Ko je šel pod krov, je bil še bolj zmeden, saj nobenega člana posadke ni bilo na krovu. Nenavadno je bilo, da je nekdo pustil nedotaknjeno skodelico kave na jedilni mizi, skupaj s časopisom. Nekatere strani časopisa so ležale na tleh. Na bližnji klopi je našel kose oblačil, ki so pripadali vsem 3 moškim, in opazil, da so bila zložena v kupček, preden so jih pustili tam, kjer so jih našli. Na videz ni bilo nobenega razloga, da bi moški zapustili plovilo, saj je bilo še vedno v pogonu, prav tako pa so imeli dovolj hrane in vode za preostanek poti. Takrat je bilo predlagano, da se je zgodil manj verjeten dogodek, ki je privedel do izginotja 3 moških. Predlagano je bilo, da je eden od bratov lovil ribe, ko se je njegova vrvica ujela v propeler katamarana. Ko je na to poskušal odpeti vrvico, je padel v vodo, drugi brat pa mu je priskočil na pomoč. Medtem ko ga je poskušal spraviti nazaj na krov, je tudi sam padel v vodo in Batten je opazil, kaj se je zgodilo. Poskušal je spustiti jadra, da bi se lahko vrnil po svojo posadko, a ko se je veter nenadoma obrnil, ga je udarila jadrovna prečka in tudi sam je pristal v vodi, ne da bi se lahko vrnil, saj je motor KAZ-2 še vedno deloval in je verjetno že odplul stran. Družine pogrešenih moških so sumile, da so jih morda se vkrcali na njihovo ladjo, jih napadli in nato ugrabili. Ker pa ni dokazov, ki bi potrdili katerokoli od teh teorij, ostaja neznano, kaj se je tistega dne zgodilo na krovu KAZ-2. Kadarkoli vidimo poročila o nenavadnih lučeh na nebu, večina od nas začne razmišljati o fenomenu NLP-jev, saj je večina poročil o takšnih lučeh običajno uvrščena med 100.000 trditev, da je član javnosti opazil nezemensko plovilo. Vendar pa številne druge skrivnosti vključujejo opažanje nepojasnjenih luči. Ena izmed njih je primer luči Aleja. To je skrivnost stara stoletja, o kateri so prvič poročali ribiči v zahodnem Bengalu v Indiji. Tudi te luči so še danes občasno opažene in nikoli ni bila najdena dokončna razlaga. V sodobnem času so ribiči, ki veliko časa preživijo v močvirjih in barjih tega območja, poročali o srečanjih s tem pojavom. Sčasoma pa so prebivalci teh krajev začeli verjeti, da so luči odgovorne za tragedije, ki so se tam zgodile. Številni očividci so povedali, da so najprej v daljavi opazili majhno utripajočo kroglo svetlobe in ko so se približali, se je celotno območje zdelo osvetljeno s čudno hipnotično svetlobo, zaradi katere so se začeli počutiti kot v transu.
Veliko ribičev so kasneje našli zmedene in dezorientirane. Sami pa so razložili, da so potem, ko so opazili luči, hitro izgubili orientacijo in pristali na območju, kamor sploh niso nameravali iti. Večina ljudi, ki so videli luči Aleja, jih opisuje kot modre, bele ali rumene barve. Pogosto pa so jih zamenjali za laterne, ki gorijo v daljavi. Nenavadno je, da jih opazijo tako v mraku kot pozno po noči, nikoli pa podnebni. Čeprav jih večinoma opažajo v Indiji, so jih večkrat opazili tudi v Bangladešu, Združenem kraljestvu, ker so znane kot Will o' the Wisp na Finskem, v Avstraliji ter v Severni in Južni Ameriki. Na Finskem verjamejo, da ko kdo vidi eno od teh luči, označuje lokacijo zakopanega zaklada, čeprav je to seveda urbana legenda. V Ameriki mnogi verjamejo, da so to duhovi tistih, ki so izgubili življenje na tem območju, vendar večina prič nima razlage za to, kar so videli. Čeprav so vse te teorije skozi leta, še posebej na spletu, pridobile na veljavi, so tudi znanstveniki poskušali najti verjetno razlago za opažanja in predlagali nekaj verjetnih, čeprav nedokazanih teorij. Najpogosteje predlagana teorija je, da so luči nastale zaradi močvirskega ali metanskega plina, saj metan ob oksidaciji proizvaja svetlobo. Drugi verjamejo, da plameni nastanejo zaradi plina, ki uhaja izpod močvirij, in da so luči vidne le v slabši svetlobi zaradi skoraj prozorne narave plamena, ki nastane. Potem je tu še teorija, da so luči posledica aerobne razgradnje, torej ko organska snov, kot je močvirska flora, začne razpadati. Rastline potonejo na dno močvirja, kjer jih prekrije zemlja in se še hitreje razkrajajo. V nekaterih primerih je rezultat mešanica plinov, ki vključuje fosfor, kar bi lahko pojasnilo opažene barve, saj nastane svetloba, ko se metan zmeša s fosforjem, ki se lahko tudi spontano vname brez pomoči. Zaenkrat luči Aleja še niso dokončno pojasnjene in potrebne so dodatne raziskave, preden bomo lahko popolnoma razumeli, kaj povzroča ta pojav. Izraz Broken Arrow uporablja ameriška vojska za opis nesreče, v katero je vpleteno jedrsko orožje, na primer nenamerni izstrelitvi. Ali če je bilo eno od teh orožij izgubljeno ali ukradeno, ali pa v primeru, ko je bilo orožje poškodovano, ne da bi pri tem predstavljalo grožnjo komorkoli. Zato to ni izraz, ki bi ga kdorkoli v vojski želel slišati. Toda leta 1958 se je prav to zgodilo med incidentom, ki še danes ostaja nerazrešen. 5. februarja tistega leta je bombnik B-52, ki ga je pilotiral polkovnik Howard Richardson, vzletel z letalske baze Homestead na Floridi. Igral je vlogo sovražnega letala, ki je bilo med eno od vojaških vaj letalskih sil oboroženo z dušikovo bombo. Dobil je ukaz, naj leti proti severu, dokler ne doseže obale savane, nato pa se vrne. Takrat je potekala hladna vojna in ZDA so bile prepričane, da bo Sovjetska zveza prej ali slej izvedla napad. Strah je bil, da bi uporabili jedrsko orožje, zato so bile vaje zasnovane tako, da bi piloti ameriškega vojnega letalstva bili pripravljeni na tak dogodek. Richardson je igral vlogo sovražnega letala, medtem ko je poročnik Clarence Stewart letel z drugim letalom na tem območju in igral vlogo ameriškega prestreznega pilota. Na koncu je dohitel Richardsona, a je nato naredil napako, ki jo je takoj obžaloval. Na neki točki je preblizu priletel k Richardsonovemu letalu in zadel desno krilo B-52. To je skoraj popolnoma iztrgalo enega od motorjev letala in popolnoma uničilo njegov rezervoar za gorivo. Richardson je takoj vedel, da je v težavah in čeprav se je trudil, ni mogel ponovno prevzeti nadzora nad svojim letalom. Letalo je takoj izgubilo 5500 metrov višine in ko je padlo do 6000 metrov, je Richardsonu končno uspelo ponovno prevzeti nadzor. Medtem je Stewart skočil iz svojega letala s padalom in varno jadral proti tlu. Richardson ni imel druge izbire, kot da nadaljuje z letanjem, saj je prevažal pravo vodikovo bombo, ki je bila 100-krat močnejša od tiste, uporabljena v napadu na Hirošimo. Uspelo mu je preleteti večino poti do letalskega oporišča Hunter v Savanahu, vendar ni bil prepričan, da bo varno pristal, zato se je odločil, da se znebi bombe, tako da jo je odvrgel iz letala v zaliv Warsaw Sound, ki se nahaja blizu otoka Tybee v Georgiji. Ker je voda v večini delov zaliva zelo plitva, je verjel, da bodo bombo našli in jo brez večjih težav pobrali. Kasneje je izvedel, da temu ni bilo tako. Na bazo se je vrnil nepoškodovan in iskanje se je takoj začelo.
Mornarika, obalna straža in letalske sile so prečesane območje, kjer je Richardson odvrgel bombo, vendar je niso nikjer našli. Potapljači niso našli nobenih sledi, tudi s pomočjo sonarja ne, vlečne vrvi pa prav tako niso pomagale pri iskanju. Iskanje je trajalo cel mesec, vendar naprave niso nikoli našli in še danes ostaja pogrešana. Skozi zgodovino so arheologi našli dokaze, da so nekatere starodavne civilizacije nekako pridobile znanje o našem osončju, za katerega so menili, da presega njihovo razumevanje. Nekateri verjamejo, da je Stonehenge, ki se nahaja na Salisburyski planoti v Angliji, dober primer tega, čeprav strokovnjaki še vedno niso prepričani, kakšen je bil namen teh znamenitih struktur. Večina strokovnjakov meni, da je bilo to mesto dejansko uporabljeno med čaščenjem prednikov, pogrebnimi obredi ali duhovnimi rituali, vendar dokončnega odgovora nikoli niso našli, kar velja tudi za drugo skrivnostno najdišče, imenovano Nabta Playa. Najdišče je odkril ameriški arheolog Fred Windorf, medtem ko je egiptovska vlada načrtovala projekt Jezu ob reki Nil. Z izgradnjo Jezu bi bila mnoga pomembna najdišča, kot je Nabta Playa, poplavljena in izgubljena. Zato se je UNESCO odločil posredovati. Vladi so zagotovili sredstva za premestitev pomembnih struktur na nova območja. In medtem ko so se vsi osredotočali na te spomenike, je Windorf začel izkopavati drugje v Saharski puščavi. On in njegov vodnik, Bedui, sta naletela na megalite, ki so sestavljali Nabta Playa. Sprva nista veliko razmišljala o teh strukturah, saj sta verjela, da so nastale naravno. A ob natančnejšem pregledu sta ugotovila, da sta naletela na pomembno odkritje. Ta nenavaden kamniti krog se nahaja v Nubijski puščavi, približno 11 km od velikih piramid. Domneva se, da je star približno 7000 let, kar pomeni, da je eden najstarejših kamnitih krogov te vrste, kar so jih kdaj odkrili. Windorf je na to opazil, da so se kamni zdeli popolnoma poravnani z zvezdami, zato je poklical strokovnjaka za arheoastronomijo. Ugotovil je, da bi bili nekateri kamni pred davnimi časi poravnani z Arcturjem, Sirijem in Alfo Kentavra, drugi pa so se zdeli poravnani z zvezdami v ozvezdju Orion. Strokovnjaki verjamejo, da so ga uporabljali za napovedovanje poletnega in zimskega solsticija, ter da ga je zgradilo pleme nomadskih ljudi, ki so nekoč prečkali to območje. Nekateri strokovnjaki verjamejo, da je bila Nabta Playa prvi poskus ljudi, da bi napovedali solsticije in monsunsko sezono. Nadaljnje izkopavanje na najdišču so razkrila, da so tam pokopali koze in drugo govedo. Arheologi pa so našli tudi ogromno skalo, izklesano v obliko krave. In zato nekateri strokovnjaki menijo, da so nomadi, ki so zgradili Nabta Playa, krave imeli za svete in jih morda celo častili. Tisoče let so ljudje morda živeli na tem območju, dokler se puščava ni začela izsuševati in so bili prisiljeni oditi. Pri tem pa so za seboj pustili ta nenavaden spomenik, ki je bil kasneje ponovno odkrit. Sprva so morda poskušali ostati na tem mestu, tako da so zgradili namakalne sisteme, ki so kar najbolje izkoristili razpoložljivo vodo. Sčasoma pa bi območje postalo suho in neprimerno za bivanje, zato so bili prisiljeni poiskati nov dom. To mesto je bilo označeno kot prvo, kjer so kdaj našli sledi sireka. Semena rastline so odkrili med ostanki starodavnih koč, verjame pa se, da so ta semena postopoma izmenjevali s popotniki, ki so jih nato prinesli v Indijo. Nihče ni prepričan, kako so ti nomadski ljudje pridobili znanje o zvezdah, ki je očitno na Nabta Playi, in to ostaja skrivnost, ki verjetno nikoli ne bo razrešena. Med revolucijo, ki se je zgodila v Rusiji leta 1917, je Aleksander Kerenski uspel prevzeti oblast od carja Nikolaja II., zadnjega cesarja in carja Rusije iz znamenite družine Romanov. Takoj, ko je to storil, je Kerenski ukazal, da carja, njegovo ženo in njune otroke zadržijo kot zapornike v Aleksandrovem dvorcu, vendar šele potem, ko jih je poskušal poslati v Anglijo, kjer jih kralj Jurij V. ni dovolil sprejeti v državo. Kerenski ni imel druge izbire, kot da jih pošlje drugam, zato se je odločil za Tobolsk. Vendar je poskrbel, da bo za carja in njegovo družino dobro poskrbljeno, saj jim je dovolil, da so pred izgnanstvom napolnili vlak s svojimi stvarmi. Skupaj z oblačili, hrano in drugimi zalogami je družina spakirala 3 kristalne kozarce, polne draguljev in drugih dragocenosti, ki so jih skrivali pred radovednimi pogledi. Pravijo, da so bili kozarci napolnjeni z nakitom, ki je vseboval diamante, drage kamne in zlato, kar bi bilo pravo bogastvo tudi po današnjih merilih.
Po prihodu v Borsk je družina smela živeti v guvernerjevi palači, večino časa pa so preživljali z menihi in redovnicami. A kmalu se je začela oktobrska revolucija in družina je bila prisiljena preseliti se, kjer so se njihova življenja izjemno otežila. Prva skupina, ki je bila poslana v Jekaterinburg, je poslala sporočilo carju in njegovi družini ter jih opozorila, da jih čakajo veliko težji pogoji, kot so jih bili vajeni celo v Tobolsku. Zato so se odločili, da skrijejo svoje dragocenosti in kozarce so zaupali v varstvo nunam in menihom, s katerimi se je družina spoprijateljila. Romanovi so nato odpotovali v Jekaterinburg, kjer so doživeli tragičen konec. Medtem je menih zakopal 3 kozarce, ki so mu bili zaupani v varstvo skupaj z nunami. A kmalu so boljševiki nekako izvedeli za zaklad in poslali ljudi v Tobolsk. Tam so omenjenega meniha prepoznali in ga prisilili, da razkrije lokacijo zaklada, vendar jim je uspelo prepričati, da je bil pod njegovo oskrbo zakopan le en kozarec. Ta je bil izkopan in zasežen, medtem ko sta druga 2 kozarca ostala v zemlji. Do danes velja preostali zaklad za Sveti Gral, iskanja zakladov, in mnogi so poskušali najti preostala 2 kozarca, vendar brez uspeha. A to ni ves zaklad carja, ki je bil izgubljen. Ko je Sovjetom začelo zmanjkovati denarja, so začeli prodajati dragocenosti, zbrane iz palač in cerkva, zahodnim zbirateljem. Med temi predmeti so bili carjevi kronski dragulji, izjemno dragocena Fabergejeva jajca, carjeva sablja, ki je vsebovala več diamantov, nizozemsko jubilejno jajce, ki velja za eno najlepših, kar jih je Fabergé kdaj ustvaril, in diadem v obliki snopa pšenice, ki je izdelan iz zlata, platine, safirja in diamantov. Izgubljeni zaklad vsebuje tudi ogromno količino zlata, za katerega verjamejo, da je pristalo pod Bajkalskim jezerom, ko je vlak, s katerim so ga prevažali, iztiril in zgrmel skozi ledeno površino jezera, kjer ga nikoli več niso našli. Verjamejo, da je samo zlato danes vredno okoli 50 milijard dolarjev. In lahko je razumeti, zakaj ta skrivnost še naprej muči iskalce zakladov, ki ga nikoli niso uspeli najti. Prebivalci mesta Amherst v Novi Škotski v Kanadi so zelo dobro seznanjeni s primerom Esther Cox, ki je leta 1878 začela doživljati nenavadne pojave v svojem domu. In njen primer je sčasoma postal medijska senzacija in celo privedel do festivala, ki ga v Amherstu prirejajo vsako leto oktobra. Takrat je bila Esther stara 18 let in nekega večera tistega leta sta se ona in moški po imenu Bob McNeil odločila preživeti nekaj časa skupaj. Skočila sta v kočijo in se odpeljala v močvirje Tantramar, kjer so se stvari obrnile na slabše. Po večini virov se je McNeil v nekem trenutku odločil oropati Esther. Drugi viri navajajo, da jo je napadel, a kakorkoli že, naslednji dan je pobegnil iz Amhersta in se nikoli več ni vrnil. Veliko ljudi verjame, da je bila prav ta travma vzrok za nerazložljive dogodke, ki so se nato začeli dogajati v Estherinem življenju. Nekega večera, ko je bila Esther sama v svoji sobi, se je škatla s tkanino, ki jo je hranila pod posteljo, začela sama premikati. Premaknila se je izpod postelje in nato nenadoma brez razlage poletela v zrak. In razumljivo je, da se je odločila poiskati pomoč. Stvari so se še poslabšale, ko je neko noč doživela nekaj podobnega epileptičnemu napadu, zaradi česar ji je telo zateklo, zato je poklicala zdravnike in duhovnike. Vsi so kasneje poročali, da so bili priča zelo nenavadnim dogodkom, ki jih niso mogli razložiti. Posoda je sama letela po kuhinji. Blazine na Esterini posteli so se premikale, slišali pa so tudi trkanje, ki je prihajalo s strehe, iz kleti in kot da bi prihajalo iz sten hiše. Ko so o teh dogodkih poročali v lokalnih časopisih, so se prebivalci območja začeli zbirati pri Esterini hiši v upanju, da bi ujeli vsaj bežen pogled na te pojave. Igralek po imenu Walter Hubble je slišal za dogodke in se odločil, da jih razišče. Verjel je, da gre zgolj za prevaro, ki jo je Esther uprizorila prebivalcem mesta in odločil se je dokazati, da je preprosto prevarantka. Ko pa je ugotovil, da se je motil, je pomislil na način, kako bi lahko hitro zaslužil nekaj denarja. On in Esther sta začela potovati po Novi Brunswicki, kjer so jo predstavljali kot cirkuško atrakcijo, kar je njeno duševno stanje le še poslabšalo. Vrnila se je domov in bila pod stalnim nadzorom zdravnikov, pri čemer je vsaj eden izmed njih verjel, da si Esther vse skupaj izmišljuje. Verjel je, da bi se nenavadni dogodki takoj ustavili, če bi jo telesno kaznovali. Toda v hiši so se stvari le še poslabšale. Esterina postelja se je začela tresti, večkrat pa je poročala, da se je zbudila in ugotovila, da lebdi nad svojo posteljo.
Nato so se po hiši začeli pojavljati majhni požari, vžigalice pa so se nenadoma prižgale, čeprav v njihovi bližini ni bilo nikogar. Ljudje so začeli slišati zasmehujoče glasove, ki so prihajali od nikoder, in Ester se je odločila, da za nekaj časa zapusti hišo. Odšla je k prijateljem, ki niso živeli daleč stran, a kmalu so se enaki dogodki začeli dogajati tudi v njihovi hiši. Začeli so izbruhovati požari, predmeti so se premikali sami od sebe in neke noči je pogorela družinska skedenj. Ester so aretirali, saj so sumili, da je podtaknila požar, vendar so jo kmalu izpustili, ker ni bilo dokazov o njeni krivdi. Sčasoma se je vrnila v svoj dom in približno leto dni po začetku dogajanja je vse skupaj začelo izginjati. Do konca leta 1879 se je vse vrnilo v normalno stanje, potem ko si je Ester opomogla po napadu davice, njen primer pa nikoli ni bil pojasnjen. Skrivnost zaklada rudnika Sublette se je začela z generalom Louisem Wallacem, ki je bil guverner ozemlja Nove Mehike od leta 1878 do 1881. Predsednik Hayes ga je prosil, naj odpotuje v Santa Fe, kjer je imel nalogo prevzeti nadzor nad ozemljem po vojni v okrožju Lincoln. Medtem ko je bil tam, je trdil, da je v palači v Santa Feju našel dokument, ki je govoril o poti do rudnika, ki jo je skupini Špancev v 17. stoletju pokazalo indijansko pleme. Za rudnik naj bi se govorilo, da vsebuje pravo bogastvo zlata, vendar so po lokalni legendi le Španci vedeli, kje se nahaja. Vsi pa naj bi izgubili življenje v boju s plemenom, ki je živelo na tem območju. Čeprav natančna lokacija v dokumentu ni bila razkrita, je bilo zapisano, da bi rudnik lahko našli nekje drugje v gorovju Guadalupe. V 20. stoletju je veliko ljudi na tem območju začelo iskati rudnik, vendar nihče ni bil uspešen. Apaški poglavar Geronimo je potrdil obstoj rudnika in izjavil, da je to verjetno najbogatejši rudnik zlata v zahodnem svetu. Nekoč je družina, ki se je preselila na ranč blizu gora, naletela na pripadnika apaškega plemena, ki je stal poleg napajališča. Takoj, ko jih je opazil, je skočil na svojega konja in pobegnil. Ko je družina raziskala kraj, je poleg vodnega zajetja našla zlato kepo. Ta dogodek je le še okrepil govorice o obstoju rudnika in še več ljudi ga je začelo iskati. Eden izmed ljudi, ki so se pridružili iskanju, je bil Ben Sublette. Dolga leta je iskal zlato na zahodu, potem ko mu je umrla žena, njegovi poskusi preživljanja preostale družine pa so propadli. Sprva v gorah ni našel ničesar, nato pa se je preselil v Odeso v Teksasu. Tukaj so se mu sprva posmehovali, saj je bil vedno na lovu za rudnikom. A potem se mu je sreča nenadoma obrnila. Nekega večera se je vrnil v mesto in oznanil, da bo vsem v lokalnem baru plačal pijačo. Priče so povedale, da je imel od tistega dne naprej vedno pri sebi zlato in kadar mu ga je začelo zmanjkovati, je za nekaj dni izginil v gore, nato pa se vrnil z novo zalogo zlata. Vsakeč je imel pri sebi za okoli $1000 zlata, kar je bilo takrat pravo bogastvo. Večina ljudi bi morala delati polna 3 leta, da bi zaslužila toliko, medtem ko je Sublette zaslužil toliko v le nekaj dneh. Večkrat so ga ljudje poskušali zasledovati do njegove skrivne lokacije, a jim je vedno nekako ušel s poti in se čez nekaj dni znova pojavil v mestu. Namigovali so, da je med svojimi daljšimi potovanji, ki so trajala mesec ali 2, iskal zlato in nato svoj zaklad zakopal nekje blizu mesta. Kadarkoli mu je zmanjkalo denarja, je šel do svoje skrite zaloge in ko je začelo zmanjkovati, je preprosto spet prinesel več iz rudnika. Nekoč je bankir plačal človeka, da bi sledil Sublettu in ugotovil, kje skriva svoje zlato, vendar se je ta vrnil z novico, da ga ni mogel izslediti. Sublette je umrl leta 1892 in seboj odnesel skrivnost o lokaciji rudnika. In do danes ga niso nikoli več našli. Presenetljivo je, koliko zgodb o ukletih hišah se začne s tem, da se družina oseli v dom, za katerega verjamejo, da je njihov sanjski dom. En nenavaden primer, Ada in Mary Woods, zagotovo ni izjema. Par se je decembra 1994 skupaj z 2 hčerkama preselil v novo hišo na 37. ulici v Vancouveru. Sprva so uživali v novem domu, a približno 7 mesecev po prihodu se je začela nočna mora. Mary je bila prva, ki je opazila nenavadne stvari, ki so se dogajale po hiši. Povedala je Edu, da je sredi noči slišala zvok glasbene skrinjice in ko je raziskala, je sledila zvoku do njegove pisarne.
Ko pa je vstopila, je glasba nenadoma prenehala in skrinjice ni mogla najti. Isto pesem je slišala še večkrat, vendar nikoli ni mogla najti njenega izvora. Nekega dne, ko je bil Ed v svoji pisarni z zaprtimi vrati, je opazil, da se nekdo igra z vratno kljuko. Domneval je, da je to ena od njegovih hčera, ki mu pripravlja potegavščino, zato se je odločil, da ji bo vrnil potegavščino. Tiho se je približal vratom in jih nenadoma sunkovito odprl, povsem prepričan, da bo na drugi strani zagledal prestrašeno hčerko. Ko pa so se vrata odprla, tam ni bilo nikogar. Tako je šel do vsake spalnice v hiši in ugotovil, da sta Marija in obe deklici trdno spali. Prepričan je bil, da mora obstajati racionalna razlaga, zato sta z Marijo stopila v stik s seizmologom, ki je potrdil, da tisto noč ni bilo nobene seizmične aktivnosti. Ostala sta brez razlage, vendar je bilo to šele začetek težav družine. Neke noči je Marijo prestrašilo, ko je v hiši zagledala postavo ženske v spalni srajci s šalom okoli glave, ki se je zdela, kot da ne ve, kje je. Nekaj je raziskovala in ugotovila, da je ta ženska živela v hiši pred leti, preden je umrla za rakom. Kasneje so ugotovili, da sta ženski dve hčerki spali v isti sobi kot Ed in Marija. In verjeli so, da je ženska preverjala, kako sta, ko so jo opazili. Kasneje je Marijo kontaktirala ženska, ki je bila prijateljica prejšnje stanovalke, in dodala, da sta si z Marijo zelo podobni, kot bi bili dvojčici. Domnevala je, da je bil to razlog, zakaj so duha te ženske privlačile, ona in njeni dve hčerki. Nedolgo po tem videnju je tudi Ed doživel svoje videnje. Mary je povedal, da ga je neko noč, ko je vstopil v dnevno sobo hiše, presenetilo, ko je tam stal moški. Opisoval ga je kot človeka, oblečenega kot kockar z rečnega parnika z gostimi brki. Ed je obstal na mestu in opazil, da se postava sploh ni premaknila. Sčasoma je moški preprosto izginil, kot da ga tam sploh nikoli ni bilo. Nekoč sta Marija in ena od njenih hčera gledali televizijo, ko je zaslišala, da se njena hči hihita in je pogledala, zakaj se smeji. Vendar je na svoje presenečenje ugotovila, da njena hči trdno spi in spoznala je, da je zvok prihajal od drugod. Potem sta tako ona kot Ed pogosto videla majhno deklico, ki je tekala po hiši, in povedala sta, da se je začela hihitati, kadarkoli sta jo opazila. Eden bolj strašljivih, ponavljajočih se dogodkov, ki jih je družina doživela, se je zgodil vedno, ko je bil kdo od njih pod prho. Nevidna roka jih je dotaknila ali poskušala objeti. To pa se je enkrat zgodilo tudi njegovemu sinu, ko je bil na obisku. Tem dogodkom je sledilo premikanje pohištva brez pomoči in predmeti, ki so brez razlage lebdeli v zraku. Strokovnjak za paranormalne pojave je preiskal posestvo in ugotovil, da za te dogodke ni naravne razlage in nikoli niso bili pojasnjeni. Ko gre za kovanje mečev, bo vsak usposobljen kovač rezil potrdil, da višja kot je vsebnost ogljika v uporabljenem jeklu, močnejše bo orožje, ko ga zakalijo. V sodobnem času je ta vrsta jekla nekaj običajnega in večina visokokakovostnih mečev je izdelana iz materialov z visoko vsebnostjo ogljika. Toda v času, ko so vikingi raziskovali svet, je bilo ogljično jeklo težko, če ne celo nemogoče dobiti, zaradi česar je skrivnost mečev Ulfberht še toliko bolj zagonetna. Arheologi so skozi leta v Evropi našli več deset teh mečev, vendar strokovnjaki niso nič bližje rešitvi skrivnosti, kako so bili izdelani. Jeklo, uporabljeno za kovanje rezil, je izjemne kakovosti, kar v tistem času ne bi smelo biti mogoče. Vsako od orožij je označeno z oznako Ulfberht in dvema križema. In čeprav je bilo narejenih veliko ponaredkov, lahko pravi strokovnjak zlahka loči med pravim izdelkom in ponaredkom. Nekaj časa so verjeli, da so bila orožja kovana nekje v Aziji ali na Bližnjem vzhodu. Vendar sestava jekla nakazuje, da je bilo pridobljeno iz nekje v srednji Evropi. Meči so bili datirani v obdobje okoli leta 800 do 1000 našega štetja, približno v istem času, ko so na Bližnjem vzhodu izdelovali damaskovo jeklo. Čeprav sta obe vrsti jekla bogati z ogljikom, verjamejo, da si njuni izdelovalci nikoli niso izmenjali znanja ali se celo srečali. V primerjavi z drugimi razili, ki so jih izdelovali v tistem času, imajo meči Ulfberht približno 3-krat večjo vsebnost ogljika od povprečja. Bili so tudi precej lažji od običajnih mečev tistega časa in bi vsakomur dali prednost v boju, če bi jih le znal pravilno uporabljati. Poleg tega je odsotnost žlindre ali nečistoč mečih Ulfberht zgodovinarja povsem zmedla.
Dolgo časa so verjeli, da so postopki za odstranjevanje žlindre iz jekla nastali šele med industrijsko revolucijo, a so vikingi nekako uspeli to veščino obvladati stoletja prej. Nekega dne se je strokovnjak za izdelavo rezil po imenu Richard Furrer odločil, da bo izdelal eno od teh rezil z moderno opremo in tehnikami. Kasneje pa je izjavil, da je bilo to najbolj zapleteno rezilo, kar jih je kdaj ustvaril. Od takrat so nekateri predlagali, da so bili vikinški kovači tudi alkimisti, saj so nekako uspeli v jeklo, iz katerega so izdelovali te meče, vključiti materiale z visoko vsebnostjo ogljika. Nekaj, kar bi moralo biti v tistem času nemogoče, saj bi morali peč segreti na vsaj 3000 stopinj Fahrenheita. Ko so se materiali na molekularni ravni zvarili skupaj, so nastale karbidne nanocevke, zaradi česar so bili meči močnejši od vseh drugih v tistem obdobju, zahvaljujoč vnesenemu ogljiku. Zdaj je gotovo, da jeklo, uporabljeno za izdelavo mečev Ulfberht, ni bilo pridobljeno z vzhoda, saj so ugotovili, da vsebuje mangan, poleg tega pa so bile branike narejene iz železa, ki vsebuje arzen. In verjame se, da so jih pridobivali nekje drugje v Evropi. Predlagano je bilo, da so se te kovačnice nahajale v pokrajini Taunus v Nemčiji. In znano je, da so menihi, ki so takrat živeli na tem območju, prav tako izdelovali rezila, vendar njihovi zapisi ne omenjajo mečev Ulfberht, skrivnost o tem, kako so bili izdelani, pa ostaja nerazrešena. Danes žarnicam ne posvečamo posebne pozornosti, dokler ni treba zamenjati katere od njih, saj so običajen predmet v našem vsakdanjem življenju. Toda pred 2000 leti si nihče niti predstavljal ni takega izuma. Ali pa so tako mislili, dokler niso odkrili denderske freske. Kompleks Dendera se nahaja približno 40 milj od Luxorja v Egiptu in je še vedno eno najbolje ohranjenih staroegipčanskih svetišč, kar so jih kdaj odkrili. Njegov tempelj je bil zgrajen v ptolemajskem in rimskem obdobju, v čast bogini Hator, bogini plodnosti, materinstva, veselja, glasbe in lepote. Pod tem templjem so arheologi odkrili 3 kamnite reliefne upodobitve, od katerih ena vsebuje podobo nečesa, česar nihče do danes ni znal razložiti. Podoba je izjemno podobna sodobni žarnici ali vsaj njeni zgodnji različici, kar je zgodovinarje pustilo zmedene. V notranjosti žarnice je upodobljena kača, ki vodi navzdol do cveta lotosa, ki se nahaja na mestu, kjer bi bilo pri sodobni žarnici grlo. Vsebuje tudi upodobitev majhne žice, na kateri kleči bog zraka. Kačje figure so povezane z dvokrakim džed stebrom, ki se nahaja poleg žarnice. Na freski pa je tudi podoba pavijana, ki vihti 2 rezili. Nekateri strokovnjaki menijo, da kače predstavljajo žarilno nitko žarnice, steber pa je služil kot njen izolator. Kar zadeva pavijana, naj bi ta služil enakemu namenu kot današnji opozorilni znaki, saj je vsakomur, ki je videl fresko, sporočal, da se lahko hudo poškoduje ali še huje, če bi napravo nepazljivo prijel ali upravljal. Poleg tega, naj ta freska ne bi bila ustvarjena zgolj v templju, temveč naj bi bile pred njenim izklesanjem narejene posebne priprave. Preostali del stavbe je narejen iz peščenjaka, vendar je bil velik blok apnenca posebej nameščen, preden je bila freska vanj izklesana, kar je arheologe in strokovnjake pripeljalo do prepričanja, da je imela žarnica nekakšen verski pomen. Na stebru džed, ki je predstavljal stabilnost, vzdržljivost in ustajenje boga Ozirisa, so raziskovalci našli napise, ki pomenijo vzdržljivost in stabilnost. Medtem ko je pomen teh besed znan, izvor stebra ostaja skrivnost. Čeprav se zdi špekulacija, da so stari Egipčani pred 1000 leti uporabljali žarnice, malo verjetna, je veliko strokovnjakov predlagalo, da so njihovi duhovniki izvajali določene rituale, med katerimi so lahko proizvajali svetlobo. Mnogi zgodovinari verjamejo, da freska nikoli ni bila namenjena prikazovanju žarnice, vendar se drugim zdijo podobnosti preveč natančne, da bi bile naključne. Predlagajo, da so stari Egipčani nekako naleteli na skrivnost umetne svetlobe in da je bilo to znanje sčasoma izgubljeno. Življenje svetilničarja v zgodnjem 20. stoletju je bilo zelo drugačno kot danes, še posebej, če bi ta svetilnik postavljen na morju, kot je bil primer s svetilnikom Eileen Moore na otokih Flannan na Škotskem. Takrat so svetilnik hkrati upravljali 3 svetilničarji. Na otok so prihajali izmenično in tam ostali 6 tednov, preden so jih zamenjali, nato pa so imeli 2 tedna prostega, preden so se vrnili na naslednjo dolgo izmeno.
Skrivnost otoka Eileen Moore se je začela 26. decembra 1900, ko sta kapitan James Harvey in njegova posadka odpotovala na otok z nadomestnim svetilničarjem po imenu Joseph Moore. Morali bi ga odložiti, medtem ko bi pobrali enega od 3 svetilničarjev, ki je končal svojo izmeno. Toda še preden so odšli, je Harvey že začel čutiti nelagodje. Z nekaj razdalje se je svetilnik zdel popolnoma zapuščen in ni mogel videti nikogar, ki bi jih čakal na obali otoka, kot je bilo običajno. Ko so prispeli, je Harvey zatrobil, da bi pritegnil pozornost svetilničarja, vendar nihče ni prišel, da bi jih pozdravil. Nato je rekel Moorju, naj odvesla do otoka in poroča, kaj je tam našel. Ko je stopil na kopno, se je moral povzpeti po dolgih kamnitih stopnicah do vznožja svetilnika, kar je že večkrat storil, a tokrat je izjavil, da je bilo vse zelo drugače. Takoj, ko je začel stopati po stopnicah, ga je preplavil občutek groze in ko je prišel do stavbe, ga je presenetilo, da so bila vrata odklenjena. Vstopil je v vežo in takoj opazil, da nepremočljivi plašči 3 svetilničarjev manjkajo na svojem običajnem mestu. V kuhinji je našel stol, ki je ležal na boku, in obrok, ki je bil le na pol pojeden. Zdelo se mu je, kot da je nekdo večerjal, a je moral iz neznanega razloga nenadoma vstati in pri tem prevrnil stol. Presenetilo ga je tudi, da ura, ki je visela na kuhinjski steni, ni več delovala, kar je bilo zelo nenavadno, saj so se morali svetilničarji nanjo zanašati, da so vedeli, koliko časa so že tam. Preostanek svetilnika so preiskali, vendar niso našli nobene sledi o 3 moških. Moore je o tem poročal Harveyju, ki je nato odredil, da je treba preiskati celoten otok. Njegova posadka je prečesala vsak centimeter otoka, vendar niso našli nobene sledi pogrešanih moških. Harvey je takoj prijavil incident na sedež Severnega svetilniškega odbora preko telegrafa in izjavil, da verjame, da so 3 čuvaji pogrešani približno 2 tedna. Dodali je, da so verjetno naleteli na silovito nevihto in da jih je odneslo z otoka v morje, kjer jih niso nikoli več videli, ali pa da se je zgodila nesreča, ko so poskušali zavarovati žerjav blizu pečin. Ukazali je 3 možem, vključno z Moorom, naj ostanejo na otoku in naj svetilko ohranjajo prižgano, dokler na otok ne pride Robert Muirhead, vodja Severnega svetilniškega odbora. Te 3 može je osebno poznal, saj jih je sam zaposlil. Našel je dnevnik, ki je opisoval neobičajno močne vetrove na otoku. Opisoval je tudi, da je bil glavni hišnik nenavadno tih, njegov pomočnik pa je jokal. Nič od tega ni bilo nikoli pojasnjeno in skrivnost Eileen Moore ni bila nikoli razrešena. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.